Ljudje in ljudine, poslušate 188. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, oboroženi branitelji oči Bedono, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić. Boš nekaj z japonsko, sem htel reči, pa se rešeni. Rajne, bomo poskušali biti nerasisti. Ja, Igor Harp. Jo. To je bilo. To je čisti rasizem. In moja malenkost, Aljoša Harlamo. Tokrat znova z gostom, z nama je Luka, z nama, ne vem zakaj sem zdaj dva Igorja ali nekoga. Rasista smo že ven zabrisali. Z nami je Luka Culiberg, docent za japonologijo in predstojnik oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer poučuje japonski jezik, zgodovino in družbo in avtor knjige Japonska med nacionalnim mitom in mitološko nacijo. Živijo, Luka? Ja, konnichiwa. Kako si? V redu, super. Pripravljen, da z nami deliš japonske modrosti in kakšen haiku poveš? Joj. A mi nisi moral predodajati tega? Ne, to je vsakega gosta. Ok, bom domislil do konca dajega. Super. Današnja epizoda je posvečena miniseriji, ki ste lahko sproti spremljali na pretočniku Disney+, od 27. februarja do 23. aprila z naslovom Shogun, ki jo sestavlja 10 epizod. Če torej omenjena miniserija še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki. Zato si jo morda najprej poglejte, preden poslušate dalje. Če pa ste miniserijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati, potem pa v roke oster japonski nož in dobro prerežite po sredi in povprek. Maestro, ena za vso izpadlo drobovino. Ok, to je to, danes torej delamo Shoguna, to je miniserija, druga miniserija narejena po romanu Jamesa Clavella, Shogun iz 1975, to je tretji objavljeni roman, prvi po kronološko gledano, v njegovi 6-delni azijski sagi, to sploh ni rasistično ime sage. Ja. Dogaja se prek cele Azije, tudi v Iranu. Aha, ok. Zadnji roman. Se pravi zelo azijska, tako. Ja. Vključujoče. Lepo. Mogoče bo kaj Luka še kasneje v romanu povedal, ker domnevam, da ga edini prebral si ti. Ja, jaz žal ne. Ja, sem ga, ampak več kot 20 let nazaj. Ja. Bomo, skratka, kakor se bomo spomnili. Prva ekranizacija je seveda Shogun, legendarni kultni Shogun iz 1980 z Richardom Chamberlainom, Toshirom Mifunejem in Yoko Shimado. Po knjigi so sicer posneli tudi musical, namizno igro so naredili in 3 špile. Tako da za tiste, ki bi še kaj špilali, ali pa, ne vem, musical. Ok, to me prav zanima, na čemu so ti, na Atariju ali kaj? Ne vem. Namizne igre ali video igre? Namizne. Ne, pa tudi video igra, vem, da sem bral. Ja, 3 špili so, ja. Mislim, da je ne pred PC-em še, no. Aha. Ja. To res nek Atari ali kaj. Ja, Okay. Ali pa Spektrum, ali pa... Okay. Ja, pač malo po mojem kolje. Naštejmo še kjer. Žanr gre za zgodovinsko, kostumsko, vojno, delamo tudi vohunsko dramo. Kaj? Politično tako. Zakaj sem pa to spustil? Ja, ne vem. Politična drama. Torej, japonski Game of Thrones kot večkrat reče. To bo tokrat slišal, da mi že grem na penis. Ja, GOT. Kratka, tudi o tem bomo kaj rekli. Med ustvarjalci sta pa žena in mož Rachel Kondo in Justin Marks. Ni povezave z slavnim Marksom. Kaj pa za slavno Kondo? Ali pa sta bratje Marks? So scenarist filma Top Gun Maverick. Rachel Kondo je pa japonskega porekla in naj bi bila tista, ki je predvsem skrbela skratka za neko, bomo temu rekli, večjo avtentičnost te serije v primerjavi s prejšnjo miniserijo ali pa tudi s knjigo, kot bomo govorili. Če na hitro pogledamo še igralce, skratka v seriji igrajo Hiroyuki Sanada, ki igra Lorda Yoshija Toranago, po resnični osebi je to Tokugawa Ieyasu.
Odlično. Ja, odlično. Ja, za tiste, ki pač ne veste, Luko sem zdaj zelo vprašajoče pogledal, ker nisem Izkoč odobravanje. Zahodnemu občinstvu je najbolj znan kot iz ringa, se pravi iz Ringuja, se pravi originalnega kroga, tako je v slovenščini krog. Ja. Ja. Potem iz The Twilight Samurai, bil je seveda Hanzo Hasashi oziroma Scorpion v Mortal Kombat, ki smo ga gledali in tudi obravnavali na tem podkastu. Igral je v John Wicku v četrti zdaj Johna Wicka, ki smo ga tudi lani delali na tem podkastu, in v seriji Westworld, ki smo jo tudi delali, mislim, da prvi dve sezoni nekako tako. Ta tip je Pa bil je V Zadnjem samuraju, ne, z Tomom Cruzom. Ne, tam pa je bil... Poleg, mislim, glavni bil Watanabe Ken, Ja, ampak tudi je potem bil- je bil pa še Sanada Hiroyuki, pa tudi kot Je bil tudi to. tistega je, ki sta imela, zdaj se ne Ja, nek Biffis. Ja, Pa v X-Men Wolverine, ta slabšem. tako. Ja. Bolj Pa za v Loganov Wicku. Sunshine Ja. je bil... Pava Sunshine, ok, da. omenita Sunshine. Skratka, ni da ni. Ja, skratka, gre za znanega igralca, pol imamo Cosmo Jarvisa, ki je pilot major John Blackthorne, ne vem, kaj je pilot major v slovenščini, ampak navigator je skratka ladje, tukaj v seriji ga imenuje seveda tudi Anjin. Kar pomeni pilot po japonsko. A ja, to je pilot. Ja. Okay. Ja. Mislim, navigator. Ne? Ja. Navigator, okay. Igral je v Lady Macbeth, v Calm with Horses, ne vem, Persuasion, to sem jaz gledal edino, in pa manjšo vlogo imel v Annihilation, ki ga omenjamo čist brez veze. To. To je kar nek. Ja, Igor, si hotel kaj dodati? Tam je bil Unnamed Soldier. Ja, Toliko je tako. uspelo mu od takrat. Ja, glej. Ja. Tip si je zgural, ali kaj ne rečem. Ana Savaj igra Todo Mariko, zdaj le mednarodno prepoznavnost je dosegla seveda s filmom F9, če ne veste, to je 9. nadaljevanje Fast and Furious, v seriji Pachinko, in pa zdaj nazadnje je bila v Monarch Legacy of Monsters. Yes, ker je bila obupna in mi prav smo odpor začeti to gledati, ker je bilo, ona, ko je tam tak zaniči tukaj in tukaj je povsem obratno. Super igra. Tam mislim, da je problem scenarija in režije. In vsega ostalega. Potem imamo še Tadanobu Asano, je Kashigi Yabushige, Kakihara v Ichi the Killer je on drugače, pa igral je v Zatoichiju, drugače Hogun v MCU-ju in pa v Silence je igral skratka v tem filmu o katolikih na Japonskem. Najboljšem Scorsesejem. Ja, Absolutno. Scorsesejem in pa Raiden je v Mortal Kombatu. in v Monarchu igra Aha, to. fotra od lika Ane Sawai. Ok. Skratka, Ja. pogledali so vse japonske razpoložljive filme, pobrali vse ljudi ven in to je to. Ja, si hotel dokaz? To se meni v Silence, ne, čini kot Scorsese. Tisti film se dogaja njih 40 let po tej seriji. Točno. Aha, ok. Lepo. Se pravi... Potem, ko ta Yoshi Toranaga, ne, oziroma Tokugawa Ieyasu postane šogun, prevzame oblast, potem pa počasi zatrejo krščanstvo. Hvala Bogu. Ja. Končno se je lotil tega, in kar pol mu pride do je... tistega, kar je Silence, ne, Ja, tista kruta zadeva. Kar mu je pilot ves čas že govoril. Bravo. Hotel sem še omeniti samo Fumini Kaido kot Ochibo Nokata, ki pa je na Beneškem festivalu 2011 prejela nagrado za najboljšo mlado igralko za vlogo v filmu Himizu. Tako da ostali niso toliko pomembni, ostale belce sem tudi malo ignoriral. Skratka, to je to. Zdaj pa mogoče kratka obnova strani Igorja. O čem se gre tale miniserija, zakaj smo to gledali? Torej, dogaja se, kot omenjeno, na Japonskem v 1600. kamor pač prinese ladjo s tem Blackthornom, ki so pač čist zgubljeni in jih naplavi, bolj ali manj, pa njihov kapitan je glih se ubil, vsi so celi od skorbuta na skorbutani. Skor prebutani. Okay. Ja. Skratka, znajde se potem njega edinega nekako zaslišijo, da ugotovijo, kaj se dogaja. Znajde se on v eni za njegove razmere skoraj da mitološki deželi in pač proba ugotoviti, kaj se tam dogaja in nekako svoj korist potegniti iz tega in preživeti v bistvu. Kar se pa dogaja, je pa
politična igra med plemiči. Torej, potomec kralja je majhen deček in ne more pač vladati. Ja. In torej deželi pa potem vlada svet regentov in eden od njih je bolj premeten kot ostali in ostali se tega zavedajo in ga probajo, oziroma predvsem eden od njih ga proba Beg spraviti. Potem je pa še ful pomemben del te Lady Mariko, s katero ima tudi ta Anjin neko romantično razmerje, ampak je v tej seriji prikazano to kot drugotnega pomena in je primarno njena vloga dost bolj politična in maščevalna. In potem, mislim, zdaj lahko bi šel v detajle, ampak oni pač hodijo malo vsem pa tja po Osaki pa proti Tokiju in se malo pogovarjajo o par bitkah in potem je dost presenetljiv konec. Pa ful je ful spoznaš eno japonsko kulturo na en tak način skozi te dogodke, no. Okay. To je zelo dobro narejeno. Tako da v bistvu je tu en kup ene politične intrige in spletk in zelo dober način je podano vse to. Okay. Super, hvala Igor. Zdaj bomo seveda naredili en krog, kako nam je bila všeč ta miniserija in Luka, ti, ki si naš gost, boš kot prvi in ker si tudi strokovnjak za to obdobje, boš povedal, a je tebi bila všeč, ker to me pa res zanima, ker je tudi z tega seveda stališča, da pač ti nekaj veš o tem, ti poznaš japonsko kulturo, ti nisi, ja veš, jaz te stvari gledam in jih mal jemljem, ok, če oni tako pravijo, I guess, da pač tako stvari so. Drugače pa ne bom zdaj trdil, da vem ogromno o japonski zgodovini, vem, kar sem gledal v animejih, zdaj pa, a je to v resničnih dogodkih, jaz ne vem, tam so bile neke pošasti not, nimam pojma. Ampak skratka, kako si ti gledal to serijo? Ti je bila všeč, se ti je zdela, da pač prikazuje, ne vem, kulturno, to avtentično, kakšno pač imaš mnenje ti? Ja, mislim, ravno zaradi tega, kar si zdaj rekel, ne, imam tukaj malo mešanih občutkov, bi rekel. Ne. Namreč, tako kot je bila opisana ta zgodba, politične intrige, vse to, najprej smo rekli v Hecu, to se veliko pojavlja, ta japonski Game of Thrones, ne, in z tega vidika ima neke podobnosti v tem, kako je to del nekih političnih intrig, ki so seveda tukaj bazirane na resnični zgodovini. Ne. In zato, če čisto na tej bazični ravni rečem, razlika med tem gledanjem Game of Thrones, ki je bilo, kjer prevrat, kjer intriga, kako to. Tukaj jaz nisem mogel tega gledati, tukaj je bila ta profesionalna deformacija. Meni je natančno jasno, kaj se je v tistem trenutku zgodovine zgodilo prej in potem in takrat. In ker se od tega nisem mogel odmakniti, je bil tukaj en tak zoprn občutek, da je to resnična zgodovina, ampak hkrati ni, ker je literarizirana, ker je potem v romanu imena oseb so vsa spremenjena, se pravi, poskuša biti fikcijska, ampak na popolnoma realnih dogodkih, ampak seveda z ogromnimi momenti, ki so zraven dodani in izmišljeni. In potem je to en tak, težko nisem jo mogel gledati kot čiste fikcije, nisem jo pa mogel gledati kot zgodovine, ker me skozi kaj bi me motil kot zgodovino in me na koncu nekaj motil. Skratka, serija se mi je načeloma zdela super sproducirana, napisana, se pravi, meni se zdi, da je writing, da je pač scenarij in dialogi, da so kvalitetni, da ni bedna, da je to zelo super, ampak imel sem to profesionalno deformacijo, pač, da se pač ukvarjam z japonsko zgodovino in da me je to motil, ker nisem mogel tega gledati z neke distance. Skratka, ravno obratno, kot si ti rekel, pač, ravno zato, ker ni bilo distance, me je motil. Sicer pa bi jo pač pozitivno oceno. Mislim, nimam neke resne kritike, to je pa sramota, to je pa za kamer. Serija je dobro izdelana in predvsem, še enkrat, omenjali smo na začetku knjigo, še to bi mogoče rekel, jaz sicer se res ne spomnim detajlov knjige, ker je bilo to, jaz sem jo bral na faksu, pred več kot 20 leti zdaj že. Ampak serija poskuša nekatere problematične dele knjige v bistvu ali izboljšati, ali jih drugače povedati, spremeniti. Tako da, če ima knjiga še neke precej bolj orientalistične momente noter, serije tukaj, kot smo že prej videli, poskuša biti mnogo bolj zdaj ta japonski pogled, pa predvsem tudi avtentičnost nekih stvari. Ne pa še vse, kar bomo mogoče videli naprej. Super. Hvala še enkrat, Luka, to se mi je zdelo
kot super uvod, ker mislim, da res smo to rabili in absolutno bomo govorili o teh stvareh, ki so razlika, ker me tudi to res tukaj zelo zanima, pač kako daleč je šla ta res avtentičnost. Zdaj pa mogoče vseeno, seveda gremo še mi en krog, Mito, boš mogoče ti povedal, ker si tisti, ki je predlagal to serijo, ki jo je prvi od nas gledal in je bil nad njo navdušen. Sem pa sicer rabo kar mogoče 2 dela, da sem odpadel, ker jaz imam v dobrem spominu sicer original iz 80-ih, ki je bil tudi v jugoslovanskem prostoru. To pomeni v dobrem spominu kot v pozitivnem spominu, ali da se je dobro spomnil? Ne, v pozitivnem spominu slabo se spomnim, ker tega, to sem 2-krat pogledal, enkrat kot mulc, enkrat pa mislim, da na faksu kasneje. Vem, da ima to originalna serija ima ogromno problemov, predvsem iz sodobnega pogleda za nazaj. Ampak, ko sem pa videl potem napovednik, sem si tudi moj prvi odziv bil, zakaj greš delati remake, ker se mi zdi, da je bila originalna serija koliko toliko sprejeta, predvsem v tem našem prostoru. No. Ampak, se pravim, po 2 delih, 3 delih me je čisto kupilo. No. Po igri, pisanju, fotografiji, scenografiji, kostumografiji je v bistvu ta serija res mogoče dober predstavnik tega, o čemer lahko se pogovarjamo, predstavnik prestižnega TV-ja, kot bi lahko tudi dal noter Sopranove ali pa The Wire ali pa tako naprej. Nekaj, kar se mi zdi, da v bistvu čisto vsak streamer ali pa TV hiša želi, da ima v žepu. Mene v bistvu je mogoče potem še najbolj navdušilo v tem smislu, da kako malo potrebuje zgodovinska drama, politična drama, da ne preseže zdaj nekega uživetja z hack and slash bitkami ali pa klanjem, temveč da potrebuje zgolj dober dialog pa like in kako se v bistvu ta serija se bolj ali manj odvija samo kako se folk obiskuje pa pogovarja med sabo in v bistvu to je za ta koncept tukaj super, ker konflikti so zelo dobro nastavljeni. Nekaj, kar se mogoče v obnovi za kontekst pozabil omeniti, je, da ta ladja je nizozemska, ki pride na Japonsko. Torej, oni so protestantje in na Japonskem v tistem času so pa že Portugalci, ki pa nekako širijo pravo verno krščanstvo oziroma rimokatoliško vero. In tukaj je v osnovni konflikt vzpostavljen, medtem ko Japonci so pa v tistem času, koliko serija želi sporočiti, nekako sumničavi ali pa indiferentni do tega, ker se pač med njimi bije ali pa gre. Med Britanci in Portugalci. Mislim, Nizozemci in Portugalci, osnovni konflikt se mi zdi vzpostavljen, ampak Angleži so tudi protestantje, ampak to bo Luka, upam, da malo več je lahko povedal kasneje. Tako da to je to. Všeč mi je tudi, da serija je zelo dobro komunicira, kako jo brati, kako se v bistvu spustiti v like. Tam ne vem, kjerem delu je, ko v bistvu Mariko Anđinu povedal v bistvu tako malo poetičen izraz je, kako Japonci imajo 3 srca. En je v tvojih ustih, zato da ga kažeš svetu, en je v tvojih prsih, zato da ga kažeš prijateljem in en je tvoje skrito srce, ki ga poznaš samo ti, ker če ga razkriješ, umreš. Nekako to sem zapovzel, tale prevod. In se mi zdi, da v bistvu kao tudi serija v strukturi, pa v konfliktu, pa v intrigah, se nekako gre, kdo kaj kaže, kdo kaj govori, kdo kaj kolegom kaže, prijateljem, zaupnikom, zaveznikom, pa potem na koncu čisto, zveš pa, kaj je pa tisto skrivno srce, ne vem, ali Anđina, ali pa Mariko, ali pa Toranage. In se mi zdi, da v bistvu kao je serija zelo kako te uči, kako brati, gledati, spremljati. Ok, super. Igor? Meni se je zelo dopadlo na tej ravni načina pripovedi, kako te not potegne, kako ti podaja informacije in to, kar mi to rekel, kako se ljudje pogovarjajo o stvarih, ki jih drugače je pač osnova filma pokaži, ne povej, ampak če znaš pokazati, kako ljudje povejo, zna biti v tem še več skritega in je lahko to še bolj intrigantno. In to mi je bilo zelo všeč. In s tem uspeš hkrati dobiti še večjo epsko razsežnost, kot če bi imel gromozanske bitke. In tukaj recimo ena primerjava, če smo pri teh prestižnih projektih Napoleon. Napoleon je za nič film. Tudi zato, ker se fokusira na te bitke, za te like, ki se pogovarjajo, pa sploh ne veš, o čem se pogovarjajo večino časa, ker hoče obdelati eno dolgo obdobje zgodovine, biti recimo temu realen glede tega, kaj so se pogovarjali, ampak ti potem ne vidiš zaključenih
debat. Ti vidiš Napoleona, kako se pogovarja z nekim o nečem in potem ne vem koliko časa kasneje je to že pozabo, ker je že zdavnaj razrešeno in se z naslednjim pogovarja o naslednji stvari in tebi je res vseeno za vse. Plus pač cel romantičen del, ki je tam čist mimo, tukaj pa je zelo dobro zgrajen in predstavljen, kar se mi zdi, da doda še eno raven celi zgodbi, ki naredi pač vse skupaj še bolj ti je mar za te ljudi. Tako da to se mi je zelo dopadlo in te pelje, mislim, težko nehaš gledati, razen vsake toliko, ko je malo črevesje ven plane. Dost narejeno tako, da ne pričakuješ, ne? Ampak je dobro. In zelo pa cenim, da tistega niso prikazali, kako Toronaga kot 12-letnik ob glavi nasprotnika, ki ga je premagal, ker potem razložil, da je 12-krat potreboval zamah. Ja. Tako da ja. Tu sem se najbolj spomnil Game of Thrones, tam je tudi ena fora, kjer v bistvu ne rata nek hack and slash. Ampak ja. Pa tebi? Jaz strinjam se z vama, posebej z Igorjem, glede tega, da mislim, da je to fina serija z tega vidika, da ne podcenjuje gledalca. Meni se to zdi posebej pa za, priznajmo si, ameriške serije vedno nekaj posebnega, posebej, kadar imamo ljudi, ki govorijo v tujih jezikih in je treba podnapise dati, pa tuje kulture prikazati, pa te stvari. Se mi zdi, da z tega vidika serija res te vrže noter in ti ne da nekega takoj backstorija. Ti kar padeš direkt v intrigo. Skratka, Anjin pride in je že takoj ga en lord skratka zajame in ta lord je podložen enemu, oziroma ta ne vem, pribočnik ali kakorkoli že je podložen. Župan. Vazal, recimo, feudalcu je, rečemo. Ja, je podložen svojemu in ti takoj pade noter v neko politično iglo, ki je absolutno ne razume, ker absolutno kaže tudi ta svoj britanski kolonializem, rasističen odnos do tega. Higieno. Zdelo se mi je zelo fino, kako so prikazane ene kulturne razlike, tudi o tem se bomo verjetno pogovarjali, kako se spreminja meja glede na pogled zahodnega pogleda, kaj je po naše barbarizem v japonski kulturi in japonski pogled, kaj je totalni barbarizem pri evropski kulturi. To se mi je zdelo, da so te meje zelo fino in da tukaj tudi ne gre samo za to, da bi romantizirali japonsko in obratno romantizirali, ne vem, evropsko, kot se je v preteklosti dogajalo, se mi pa zdi, da kdaj zdaj, ko skušajo obrniti plato, se pa obratno dogaja, ne? Da romantiziramo neko, idealiziramo neko drugo podobo. Tukaj se mi je zdelo, da oboje nekako upravičeno. Jaz sem razumel tudi Anjinov odnos, da včasih pizda. A res, zato ga je bilo treba zdaj ubiti unga vrtnarja, recimo. Ne? A ste vi norja, kaj vam je? Ne? Po drugi strani pa seveda, mislim, enkrat na teden se boš skopal, to je tvoj. Tukaj se strinjam popolnoma s tabo. Jaz mislim, da serija je zelo dobra v tem, da pelje skozi od začetka do konca, torej, da se gradi ta del. Ko on pride tja, on njih nič ne razume in oni njega nič ne razumejo. In so barbari drug drugemu in na koncu je ta razlika predvsej bolj zabrisana. Tako. To dojemanje barbarstva in tega, in zdaj mi dojemamo, si tudi ti si človek, in on začne razumeti. Zdaj tudi Japonci so samo navadni ljudje. Mislim, kako so kulturne razlike, samo pač neke barijere v glavah, ki jih moramo najprej, dokler ne poznamo stvari. Tako da to serija je dosti subtilna v tem. Tukaj moramo dati... Ja. Točno to, kar si rekel. Zdelo se mi je, da to res subtilno in tukaj noter se res kaže to dober scenarij, kako dober pripelješ neko stvar in tudi meni so bili ti odnosi med njimi, pustimo to, da pač meni je šel Anjin absolutno na jedra in o tem bom tudi še kaj govoril. In jaz se do neke mere strinjam s to oznako, da je to Igra prestolov na Japonskem, ampak se mi zdi, da seveda za miniserijo prvič manj je likov, absolutno kot pač v Game of Thrones. Manj intrig, tukaj je ena glavna intriga. Skratka, oni hočejo, ostali regenti hočejo izpodriniti Toranaga se nekaj cajta ne veš čisto dober, a on želi postati šogun ali ne, ker pač on več čas zanika, noče tega, on bi samo rad obvaroval tega, pač skratka prestolnega naslednika. Tretje skrivno srce. Tako, tretje skrivno srce, ampak se mi zdi, da to res dobro izpelje, ker mu do neke mere verjameš in zaradi tega tudi ene od intrig učinkujejo.
ki ne bi učinkovale, če bi ti od začetka verjel, on hoče biti šogun, on samo tle spletkari. Zdi se mi, da to je fino in meni je bil zelo všeč konec, oziroma všeč mi je bilo to, mislim, da eno od dva je rekel, da je ta nasilje zelo, oziroma ta vojni del je zelo potlačen. Ti skoraj da tudi noter vidimo, ne vidimo nekih bitk, vidimo bolj individualne napade, neke take boje v nekih šumah. Doskrat vidimo samo vojsko, ki je že poražena in samo hodijo naokrog pa usmrčujejo preostale ranjence. Tako, in neke zasede in tako, take minimalne stvari. Čeprav v končni fazi za nekega poprečnega gledalca drame je pa kar velik klanja vseeno. Velik je glav, ki se odkotalijo stran, velik je čreves, ki pridejo ven, tako da ja. In manj seksa, kot bi človek pričakoval za... Ne vem, ni HBO najbolj. Jaz imam to pač v glavi iz Virne serije, kjer so pač vse naše mame. Vse naše mame gledale pač Chamberlaina in je to bilo pač po pesmi Ptic trnov, ker je to njegova druga taka vloga, kjer je on skratka očaral, zdaj še je postal pač lover v Aziji ali karkoli, skratka hot priest se vrača. Tukaj je ena velika razlika, tukaj je to bolj realno postavljeno, pač tam, ko pride tale Anjin, pa ga pošljajo pa morate ženske prijeti, pa jim samo ugotavljajo, da smrdi, da ga morajo opreti, da to ni nič, ker v knjigi jim je vklavel precej bolj neke, se mi zdi, pač moja fantazija delala drugače, tam je bilo ful tega, kako te punce se hihitajo, ko gledajo njegovega memberja, ko se sleče on tam in tako naprej. To mu je ful dogajalo. Tudi v originalni seriji, mislim, da je tako, se mu nekaj hihitajo, so v bistvu tako malo karikature, neke japonske kulture, v bistvu postavljene tele ženske. Karikature tega, da pač pride bel evropejec, ki ga zdaj Japonke so čisto hihitajoče okrog njega, tukaj pa ni bilo tega. Ne. Pa tudi mislim, da ne vem, kak je v knjigi, ampak v originalni seriji je on totalno zatrapan, kar javno v bistvu je tam Mariki izreka, ti si moja, ne vem, ljubezen, pa nekaj tako, po ene, ne vem, 2 urah, ker sta bila skolna, mir se deca. Tako da, pač Evropejci ne znamo skrivati čustev, kaj bi zdaj nekaj, pač smo drugačni. Govor zase. In to... Imaš samo v ustih srce, Jaz imam samo eno srce. In to na levi. In definitivno moramo omeniti, jaz mislim, da pač vlogo ženskih likov in da so tukaj tudi, kolikor se spomnim pač iz Virne serije, veliko bolj izdelani, veliko večjo vlogo imajo. Zdaj, koliko je to zgodovinsko resnično, koliko je zdaj to naša projekcija z današnjega časa, se seveda lahko spet pogovarjamo, ampak jaz mislim, da... Mislim, dajmo se, v bistvu. Ja. Luka, koliko je to realno? Vidiš, takoj bomo Luku napadli. Vloga, ki jo odigra Mariko znotraj spletke. Mislim, pač najprej tako je, da ta zgodba Mariko in Anjin in ljubezenska zgodba, to je tisti, ki je popolnoma izmišljen del. Mariko je tudi nek lik, ki potencialno temelji na realni osebi. To je bila Hosokawa Gracia, ena pač feudalna dama, ki je se spreobrnila v krščanstvo, ampak kolikor je jasno iz zgodovinskih kontekstov, pač se z tem Anjinom, oziroma pač v originalu mu je bilo ime William Adams, ta pravimo Angležu, ki je prišel na Japonsko, nista nikoli srečala, tudi vprašanje, če se je sploh kdaj srečala z Iejasujem, se pravi Tokugawa Iejasujem, in je njena zgodba drugačna. In ni imela v tem kontekstu nobene vloge, tukaj je bila pripeljana noter kot interpretka, zato da se pač naredi ta odnos, ta ljubezenska zgodba. Tako da to je itak tukaj izmišljeno in realno seveda je, da pač ob tem času Japonske, ki se končuje ta njihovo vojskojoče obdobje 16. stoletja, ženske niso imele pretirane politične vloge zadaj, in so to igro peljali moški, v glavnem. Zdaj, tukaj mogoče bi se sam še na to, ki si prej govoril, na te intrige, kako so kle speljane, scenarij, ki je v redu. Tukaj me je v bistvu mogoče še najbolj zmotila tisti končen moment, ki kaže pač tega Toranago, kot rečeno, spet, neka realna zgodovinska osebnost, ki je uspel doseči na koncu točno tisto, o čem ta serija govori, ker pač Iejasu je postal šogun leta 1603 potem, in ustanovil dinastijo, ki je trajala 200 let in pol potem. Tako da tukaj imamo mi ta, če vemo, kaj je konec, je sicer to že vnaprej ta spoiler, da bo Toranagi uspelo, ampak to, da
je bila en ključen moment njegove intrige na koncu to, da on pošlje Mariko tja in ker bo Mariko tam pa se žrtvovala, se bo ta Lady Očibal, kako ne, Očibal Kata, ki je torej mati tega prestolonaslednika, tako, tukaj zdaj pač to bi bilo treba nekam v zgodovinsko natančno pojasniti, da se bo spreobrnila v svojem sovraštvu do njega in ne bo svoje vojske poslala in bo uniči do zgubo potem. Ta je bila, če temelji ves njegov plotting in skimming tega, kako bo vse skupaj obrnil, da bo na koncu se išlo v njegov plus, da to temelji potem na tej odločitvi, a bo ta Očibal Kata se v zadnjem trenutku zaradi smrti Mariko premislila, je mečken naivno. To se mi zdi največji ta luknja v scenariju. Drugače je bil pač ta izvirni, skratka, po katerem je Toranaga narejen, on je bil nek težki vojaški genij, če sem jaz prav razumel, pač nekdo, ki je bil sposoben pač zelo dobre strategije in ne vem kaj, in domnevam, da iz tega zmagal ali kako. On je gotovo bil človek strategije, na začetku si mi rekel, kakšen haiku, obstajajo te tako imenovani Senryu haikuji, ki kot komični ali pa zabavni haikuji, ki opisujejo in imaš tudi ta haiku, ki pravi nakanu nara, nakumade mato hototogisu. Namreč to je eno od treh haikujev. To je eno od treh haikujev, ki opisujejo tri pomembne vojaške poveljnike. Eden je bil Oda Nobunaga, ta drugi je bil Toyotomi Hideyoshi, to je ta, ki ga v seriji prepoznamo samo kot tistega umrlega Taiko, ki je bil torej drugi tako imenovanih teh združevalcev Japonske, in tretji je potem Tokugawa Ieyasu, ki je bil njegov zaveznik, torej tega Taikoja, Hideyoshija v originalu, in ki ne bi bil potem eden od regentov, ki ne bi poskrbeli, da njegov mladoletni sin, ko odraste, pride na oblast. In te tri haikuji, ki opisujejo te tri, govorijo o kukavici. In pač za Nobunago pravijo, pač, če kukavca ne zapoje, jo ubiješ. To je bila njegova metoda dela. Za Hideyoshija so rekli, pač, če kukavca ne zapoje, jo prisiliš, da zapoje. Je taktiziral, pač se dajo na izbiro, drugim dajo, ali se predate, ali vas pokončamo, kakorkoli. In za Ieyasuja, ki je bil ves čas eden od teh treh zraven, pravijo, da če kukavca ne zapoje, počakaš, da zapoje. In to, kar sem prej, to ga opisuje njega. In on je pač taktiziral. On je 30 let v bistvu bil najprej Nobunagov zaveznik, potem je bil Hideyoshijev, sta se že skoraj spopadla, pa je bil pol njegov zaveznik. In šele ko je Hideyoshi umrl, in je bila ta zgodba z torej njegovim sinom, in pa potem teh 2 leti, ki se dogaja 1598-1600, in kar leta 1600 jesen se zgodi tista bitka, pred katero se konča ta serija, v kateri Ieyasu zmaga in potem ta Ishido in te ostali so usmrčeni in on postane šogun. Skratka, on je bil v tem smislu eden velikih strategov vojaških in pomembnih, ki kot rečeno je potem ustanovil šogunat, ki je trajal do konca 19. stoletja skoraj. No super, ampak z tega vidika se mi zdi pa zanimivo, ker to pa očitno miniserija vseeno jame, ker jaz mislim, da tukaj, tisto, kar sem jaz pa opazil, se mi zdi, da je zelo velika razlika med Toranago in Yabushigejem. Toranaga je res tako, nikoli ne veš, kaj točno hoče. Ves čas se prikazuje zelo šibkega, ne vem, tam, jaz še zdaj nisem čisto prepričan, njegova bolezen na poti, a je tist resnično, a se je mal pretvarjal, kaj je tam seveda izkoristil. Grozen človek tudi z tega vidika, da je izkoristil smrt svojega sina, da je ok, zdaj imam pa je žalovanje, ne morem v Edo, žal mi je, pridem čez 49 dni ali koliko? 46. To je bilo videti kot da je sin umrl, je bil plan. Mislim, je bil del strategije, to, da je Mariko umrla, je bil del strategije. Vidite, bilo, da so vse te točke, njegova strategija, da doseže tisto. Jaz sem pa imel feeling, pa dobro, zdaj ne vem, zgodovina ob strani, da pač on je, ker je tako spretno znal izkoriščati motive pa želje svojih pribočnikov pa zaveznikov, da je v bistvu to znal kanalizirati skozi, da ni imel tako jasno začrtanega. Se v bistvu ta serija prikaže. To se ni bilo jasno, zato sem pa rekel, da v bistvu ne vemo. Meni se je zdelo, da v bistvu njega prikazuje kot mogočnega pa premetenega stratega, pravega lisjaka, bi rekli mi Slovenci, ampak da pač
ko je razumel, kam Jabušiga vleče, pa kako v bistvu Mariko lahko pritisne na očivo in tako naprej, je pač to izkoristil, ne? Zelo prefinjeno pa tanko, ampak ne bi pa rekel, da je to v prvem delu vedel, kaj bo pa naredil. No, čeprav ti si pa najbolj eksplicitno rečeno, ko se mora njegov najboljši prijatelj in danik ta ubiti. Ne, da oba vesta, da jaz zdaj to delam zato, da boš ti dobil in si tam pač prereže trebuh pred njim. Ne. Tako, in da pripriča tudi unega katoliškega, kaj že pač ta, kaj smo že rekli. Martin Alvito, da on pol ves čas govori njegovim katoliškim zaveznikom, skratka, da on je res, on se pred mano se je ubil, on je čisto bupan, to je to, konc je z njim, nič ne bo naredil. Jaz mislim, da verjetno res ni mogel zdaj vsega predvideti, je pa pač vse izkoristil. Za razliko od recimo Jabušiga, ki se ful skuša truditi preživeti z vsemi spletkami, on je pač zraven, pa mal ni zraven, mal jih izda, mal je tako, ampak meni je on car. Jaz moram priznati, da je car, ker na koncu... Zato, ker je resničen. Jaz bi si mislil, da je pač takrat velik del samurajev do najvišjih teh pač plemiških struktur razmišljen deloval na podoben način. Tiste pač romantizirane častje čez vse in pač Bushido, kar je in tako naprej so seveda doskrat preveč stereotipizirane. Ampak na koncu mi je pa všeč, ker vseeno pa na koncu pač brez vsakega pardona pač uboga svojega gospodarja in pač naredi se puko in mu ono seka glavo in je to. Kljub temu, da ves čas meni deluje kot znotraj zdaj te nek Bushido. Ampak se to čisto takoj na začetku pokaže, da ni. Tam, ko se dol spusti, da bo rešil tega španskega navigatorja in potem, voda me bo odplazila, pa se reš ubijem. Odplavlja. Tudi jaz. Zato jaz tudi vedno grem z mečem v plavat. In zato tudi tok traja, da grem vodo. Zelo počas, pa meč malo not pomakam. Se meč ni neki eufemizem tlele. Kaj sem še hotel, jaz sem tle kar nekaj izhodišč napisan, da vidim, kaj sem še hotel povedati. Vedno je simbol, veš. Jaz bi se vrnil v eni primerjavi pa z ženskim likom nazaj, ker to smo mogoče malo hitro preskočili. Luka, mogoče štiri moški, ki je okrog, kaj vem, da je kočljivo. Ampak meni so bili zelo všeč, ker niso bili nekako stereotipizirani, oziroma tudi, omenili smo že, da niso neke karikature kot prvo, meni so se zdele zelo plastične. Kljub temu, da zdaj mogoče zgodovinsko ni natančno, so se zdele kot hudi playeri, da v bistvu in tako Mariko kot neka naslednica. Daenerys. Ampak veš, za razliko od Game of Thrones mogoče se mi zdi, da... Zdaj se vračam. Ampak ne, za razliko od Game of Thrones se mi zdi, da v bistvu tam Daenerys in Cersei sta nekako iz travm postale mogočne, maščevalne in tako naprej, da v bistvu to njuno poreklo, medtem ko tukaj pa so se mi zdele pač kot nek hud player, ki želi preživeti, niso pa maščevalne, so v bistvu tako zelo cool. Ampak v osnovi je to od Mariko stvar. Ampak ni pa tudi zgolj edina. Mislim, da glavna motivacija, to ena izmed glavnih motivacij je tudi seveda njena čast pa dostojnost, ne. Ona v bistvu prezira svojega moža do neke mere, mislim, ni do neke mere, do skrajne mere. Še tudi mislim, ko je on potem nekako na pol dovolijo vredo, pa se fenti, pa on reče, zdaj pa iz inata ne bom, ker pač mi greš ti toliko na kurac. Dobro, jej pa je čaj naredil, vse obred je naredil, to pa moč priznati, tisti je bilo pa lepo. Od njega. Tam je tista scena, da se ti ta buntar, ki ne bi bil ta najbolj zoprnih likov, ki se ti kar priljubi. Jaz meni se eno. No tako da, zdi se mi, da so bili glavni point se mi zdi, če želim povedati, da so mi bili zelo prepričljive, da niso bile karikature, ampak da so res delovale kot polne osebe, z bogatim notranjim življenjem, kakorkoli bomo temu rekli. Da pač tudi niso bile kot neki stranski liki potisnjeni na stran, ker imaš v bistvu v osnovi imaš dva konflikta, pa če Anđina postavim tukaj pač kot res tistega kulturnega opazovalca, ki se ne skuša znajti, pa sam preživeti, imaš potem osnovni konflikt Toranaga proti Daimiju oziroma temu svetu, ki želi ohraniti oblast ali naslediti, kakorkoli bomo temu rekli, Ishido, pa Ochiba versus Mariko, da v bistvu to sta ta dva konflikta in se mi zdi, da sta oba konflikta bila zelo lepo plastično predstavljena, polne, da sta bila. Ja, pri čemer tudi ne smemo pozabiti, da to Ochiba ima noro vlogo, pač ona ima zdaj ta svet regentov čist pod svojo oblastjo. Tudi
kar jo Ishido se vidi, čeprav ona sedi za njim, ne? To je pač tako zelo patriarhalno sta postavljena vsakeč, ko se pogovarjata z ostalimi regenti, ampak je jasno, Ishido sedi sam proti vsem ostalim regentom, ona je pa zadaj. In vsake toliko časa je tudi, kaj pa ti predlagaš in ona pač pove, kaj v resnici naredijo. Ne, se ona tudi v bistvu zelo jaz nič ne predlagam. Ja, samo tako. Veš pa klavo. Jaz nič ne predlagam, sem točno naredil. Ne, ampak meni je ona huda igralka, tudi kak način dikcije, ki jo uporablja. Zdaj ne vem, japonski teater mi je malo tuj, razen Kabuki teater sem tu pa tam videl, ampak tista čist druga zgodba. Ona ima neko tako intonacijo glasu, ki je v bistvu tako zelo malo prezirljiva, pa vzvišena, ampak hkrati... To vidiš v teh japonskih filmih tega časa, ne? Način govorjenja. Medtem ko Mariko pa tako v bistvu zelo zadržana, pa tiha, pa tudi ona ima zelo hudo foro, upam, da bomo kaj rekli še okrog njene vloge kot prevajalka, sama prevajalka. Ampak ona ima pa tako zelo zadržano, skrito, vse pod površjem, da v bistvu nič ne spusti navzven, ne? Mislim, da v enem intervjuju, ki sem ga videl na YouTubu z njo, torej z Ano Sawai, ki igra to do Mariko, pa Sanado, ne? Da v bistvu je Sanada, ker ona je njega vprašala, ko on je tudi producer serije, ne? Kako se ona ne loti te vloge, je on predlagal, da v bistvu kao, ne biti tipičen japonski igralec, ki v tej skuša igrati vlogo iz te dobe. Kao. Najprej začuti vse emocije, ki so napisane, pa probi popolnoma jih začutiti, pol pa vse potlači nazaj dol. Da je rekla, da je to, igralka je rekla, da je to totalno funkcioniralo, da pol se je lahko vklopila nekako. In tukaj se Slovenci čisto jamemo z japonsko kulturo. To je dobesedno to. To je to. Naše družinsko kosilo. To, kar si rekel, glede njene vloge kot prevajalcev, če smo že rekli, da japonska kultura ni pretirano romantizirana, ampak se skuša prikazati čim bolj realno, je pa poklic tolmača povsem romantiziran. A pa je. Mislim, vsak dan se kdaj iščeš tisto besedo, to delaš, ne? Mislim, ne gre tako gladko. Je pa res, da portugalščina je full simple. Kako v angleščini izgovarjaš. Zelo deluje, zdaj ne vem, kako ste vi to opazili, ampak mislim, se je bilo zelo na površju, da v bistvu ona full si jemlje svoboščin, kaj prevede in nazaj, oziroma ja, ampak zelo redko primerih. Ja, da ni v bistvu dobeseden prevajalec, ampak je... samo v določenih primerih, drugače pa načeloma prevede isto. Ja, ona je imela to trening konsekutivne, ne, simultanega prevajanja, v kabini noter. Tako, le slušalke. Mislim, ker ona da nekako je delovala, da v bistvu skuša hkrati ugoditi izrekovalcu in tistemu, ki posluša. Da v bistvu da deluje kot kulturni ataše na še enem višjem levelu, da pač ne vem, kako bi ti rekel. Mal popravlja pač tega, kaj je Blackthorna. Ker pač on časi kar blackne neki, pa govori neki mimo kulturnih nekih teh barijer in tako. In ga dostkrat pač popravi, posebej s svojim možem. Tam, v tisti, ki ga pijeta, tam ima res jebeno vlogo. Tam res težko, ker hoče neki, pač, to mi je bilo ful zanimivo, da japonska kultura pač, da se ne smeš hvaliti v njej. Ti lahko hvališ drugega, to so počeli tam, ko umre skratka tale sin od Toranage, ne? Ne smeš pa sebe, pač ti ne smeš zdaj svojih zgodbic pripovedovati, ker valjda unga zanima, tudi mene zanima, kako je ti preživel. Mislim, on ostane sam na unem pomolu in pol kar laufa. On laufa proti njim, namesto da bi jih počakal, da mu tam pridejo po unem mostičku, pa jih en po eden, ne, on kar gre. Na koncu pa je preživel. In tudi mene bi to zanimalo, ampak češ, jaz se ne smem hvaliti, po drugi strani pa pol z unim lokom, fuck you, mislim, res, ne smej se hvaliti, kaj ti je bilo pa to, kao pijan si, stake Japon, ampak zadev si pa steber dvakrat, tisto so bremze že popustile, mimo ženinega nosu, prasec, resno. Dej no, dej. Čeprav jaz ne sakajo, pa ne maram, tako da. Ok. Kaj smo zdaj hteli povedati? Ne vem, kaj smo da povedati. Imam eno vprašanje glede avtentičnosti. Zdaj, kadar gledamo pač neke zgodovinske serije, ki se dogajajo recimo v Evropi ali pa kje tak, se opazi, če so oblačila ful čista pa nova cel čas, ne? Tule zgledajo čista pa nova, ampak a je to mogoče del kulture, da v tej pač ti plemiči pa to so vedno imeli dovolj svilenih oblačil, da so vsak dan bila čista itd.
Mislim, zdaj, ne, tukaj, kar se tiče avtentičnosti tega, jaz mislim, da je kar zelo, ker pač te scene, ki so posnete tam na teh audiencah, pa tako naprej, so definitivno tako oblekli. Ne, tukaj imam potem tudi veliko scen v blatu in vsem tem, ker ljudje in samuraji niso čisti, medtem ko samo te plemiči, te lordi, ki pa se tam so pa to, gotovo vzdrževali, ker pač ne, že takrat so bile te dvorane, tatami, gor samo bosne v blatnih škornjih in tako naprej. Se pravi, tako da tukaj je bila ta moment tak. Ne. Jaz bi zdaj samo rekel, mogoče vse, ne, kar je avtentičnost tega, prej tudi si omenil Napoleona, za vse te zdaj velja. Se zdi, kot da danes reprezentiramo zgodovino nazaj, mora biti to čez nek plav filter, mora biti barve. Skratka, tisto, kar se meni je zdelo neavtentično, je, da pač, Japonska leta 1600 ni imela barv. Vse je bilo sivo. Skozi je bil blad dež, pa pač nobene barve ni bilo praktično tam. Zdaj, ker vem, če se sicer v umejkih, ki dogaja, pa se sepija, če se pa dogaja v neki zgodovini, je pa ker spet ne primerjava z uno serijo iz 80-ih, tam je bilo vse živo barvno. Tukaj je bilo pa vse spet. Jaz pa sploh nisem tega filma. Z meni se pa zdelo zelo barvito. Kontrastna, ampak mislim, fotografija je imela močen kontrast, tako med senco pa temo. Mislim, tako se mi je zdelo, da... ampak barve so pa čez plav filter, pač zlata, rumena, deloma, nič ne pade ven, barve so zabrisane dol. Se strinjam, deloma je zabrisano, pa tudi če primerjaš z zelo svetlim TV nastavkom, naprimer ta klasičen 80s TV je bil zelo v bistvu više osvetljen, da se tako izrazim, ampak za sodobno serijo, ki pa se nekako izogne pa s tem Game of Thrones variantam srednjeveških prikazov blatnega dola, kakorkoli bomo temu rekli, je pa tle, zgolj v primerjavi za 21. stoletje, meni bila zelo barvita, ampak ta barvitost je relativna. Zelo relativna. Pa veš, če se je deževalo, pa veš, če se je bilo blatno. To je res. In tako da, to je malo, z tega vidika, kako kinematografsko pogledaš Japonsko, zato da imam občutek, da je to 400 let nazaj, ali kaj mora biti sivo pa blatno, pa tako. Ok, ampak drugače pa jaz mislim, da so se tukaj kar potrudili glede teh kostumov, glede tega in da ko vidimo te audience, takrat so res hodili v teh zelo svilenih in bohotnih oblačilih, ki so bile tako. Druga stvar je taka zelo pomembna, ker se seveda Anjin za to kulturo zelo ne ujame, je ta neka kultura, filozofija življenja in smrti. To se mi je zdelo tukaj zelo pomembno in tudi dostkrat jaz priznam, da nisem bil čist ziher. Pogovarjali smo se o tem, da je sicer nasilje zelo pomaknjeno, da skratka ni bitk, ampak je pa veliko recimo samomorov. Mislim, da je te serije vsaj 5-6 ljudi se samomori. Skratka je tega. Tukaj mogoče spet res vprašanje Luka zate, pa zdaj oprosti, ker te res napadamo vseh strani, ampak a je to za ta čas tok običajno? Ker jaz vem, dobro, vse razumem, pač Japonska, tukaj, kar jo jaz razumem, je ta nek vpliv, skratka, da je zelo kultura, ki je pod nekim zelo močnimi vplivi pritiska družbe, ampak a je ta del tok avtentičen, recimo? Ja, glede tega odnosa do življenja, pa samih tako imenih harakirijo ali sepuku. Zdaj se da ni enostavno nujno odgovoriti, ampak jaz bi tako rekel, to je čas, ko je Japonska, ko so te samuraji bliže 150 let skoraj v konstantni vojni. Okay. In to so bile razmere, kjer gotovo se oblikuje neka filozofija do življenja, ki je drugačna kot v mirnih časih in drugačnih kontekstih. In zato pač poznamo potem vse te razprave, tudi kasnejše, potem, ko so samuraji razmišljali za nazaj o sebi in svojih pologah in tako naprej, je bilo to izjemno pomembno in se recimo vzpostavil to, da samuraj potem, ko ve, da bo umrl, pa predsmrtno pesem napiše. Vse te stvari in gotovo so ljudje tega časa, ljudje, predvsem samuraji, zato ker so bili vpeti v ta kontekst,
imeli drugačen pogled, drugačen odnos do življenja, kot ga imamo mi danes, tukaj sedimo okrog podcasta. Gotovo. Yeah. Ja, upam, da se Ampak zdaj, ko je pa to pomenilo to, a je na vsake 5 minut en sepuku, pa tako naprej, to je pa zdaj spet drugo vprašanje. Dejstvo je, da kot rečeno, takrat je celo mogoče se to večkrat zgodilo kot potem, ko so ga začeli zares romantizirati. Pa, kot rečeno, smo v času, ko ima Šogunat dosta trdno oblast, ko 250 let ni nobenih vojn, nič. In so tudi te sepukovi zelo redki, ampak so pa potem stvar vedno neke blazne zgodbe, neke mitologije, neke romantiziranosti. Tako da zdaj jaz bi rekel, tukaj nimamo čist podatkov o tem, seveda ne. Statistike, koliko pogosto, kako. Zdaj tam, kot je v času knjigi Klavela Tesne, ne vem, to nagam ne opas, kaj ne naredim, kle se bom dol vrgel, pa bom s svojo žrtvijo, me bo opazil, pa ne bo stopil na čigumi. Ne vem kaj. Kako nekaj drugače opozorim, kot da se zdaj takoj razpalam. To je pretirano. In je mogoče tukaj tudi malo še zmeraj prevečkrat. Čeprav mislim, da je že v seriji to manj poudarjeno, kot je v Klavelovi knjigi, kjer so pa res te samomori, kjer hoče poudariti to, da je čist. Še posebej zato, ker gre za ta kontrast. Tam so pa katoliški duhovniki, ki pa učijo, da je pa samomor največji greh. In to se pač tudi nanaša potem na samo Mariko kot katoličanko, ki se mora zdaj z neko tradicijo, ki pripada in ki jo definira, ki je njen del njene identitete, kot Japonke, spopada s svojo zdaj tem naukom, ki ga je prevzela, ki pa pač pridiga vsaj v tej ključni točki popolna kontra. Tako je, ker ona, mislim, meni je pri njem liku, malo me je mogoče motil, da je seveda na koncu doživi tak konec, ampak ona res ves čas išče to smrt. Ona skratka od moža na obletnico, skratka pokola njene familije vedno želi, a se lahko ubijem, in mož reče ne, letos ne. Še eno leto boš z mano, jupajdi. Skratka tako, in ona ves čas tako in tudi. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da to ravno gre v to, kar je Mito prej mogoče razlagalo, seveda pa Toranaga ve to o njej. In to nalogo, ki jo da, je samomorilska naloga. Ona je dobesedno terorist, pride tja in reče ne, a smo mi ujetniki, ali me boste spustili. In mislim, da je on mal res računal na to in da znotraj tega je pa logično. Se mi zdi, da pač je scenaristično ful dobro narejeno. Ti ves čas iščeš smrt, gledaj, te bom jaz poslal, pa boš ti naredila in lahko malo računam na to, da če bo prišlo do kočljive situacije. Jaz sem prej rekel to, da bo potem pa zaradi tega očiba, se pa do njega spremenil odnos, ker je pa to seveda scenaristično, to že pač tudi najbolj iz romana izhaja, je pa to zanimiv moment, ta travma in ta odnos, ker pač očiba in Mariko, od Mariko oče je ubil od očibe očeta, ki je bil torej ta prvi od teh 3 združevalcev, ko sem prej Oda Nobunaga. In on je imel njo kot hčero, ki jo je potem poročil svojim generalom, tem Hidejošijem Tajkom, zato je pač ona zdaj njegova žena in ima ta skupaj otroka, ampak njen oče je bil ta pač Oda Nobunaga, ki ga je pač nek daimjo Akechi Mitsuhide ga je ubil, to je spet realna zgodovinska zgodba, in kaj smo videli kot pač to. Ona je njegova hčerka, Mariko je tega pač daimjo, ki je ubil unga Nobunago hčerka. In imata one dve, torej sta bili najboljši prijateljci, ampak ne, njen oče je ubil njega očeta. Tako da je pač lahko dobro izhodišče za neko odnos, za neko zgodbo, njeno travmo in vse te stvari. Kar je bilo meni edino malo nejasno, je, da pač Mariko želi nadaljevati maščevanje oziroma to, kar je njen oče začel. In potem ti ni jasno, to pomeni, da bo zdaj njo moral ubiti, ampak ne, oni 200 prijateljci, in to se mi je zdelo, da bi malo bolj lahko bilo razloženo. Kaj se ne spomnim, kako je bilo to rečeno, ker ona je ves čas govorila, da pač je ona v bistvu... Ona hoče sebe ubiti, ampak zato, potem je pač živi z sramoto tega njene družine. In v bistvu so je pa potem njo poročil s tem buntarom, to da nekaj. In kot pač, ti lahko zdaj živiš, pa tako, ampak zadnji pa jaz imam to sramoto na sebi, sramoto svoje družine. Ampak ko je Toranaga reče, da je njen oče želel, da ona nadaljuje boj njegov, da je zato jo poskrbel, da je preživela,
ti ni jasno, kaj je potem ta njegov boj. Ne? To samo. Ne razumem, kaj hočeš povedati. Kar bi samo moral reči, kar je pač moja naloga, da združim Japonsko ali pa whatever, ampak tu zdaj imaš pol idejo, da Mariko hoče tole oči bo ubiti. No? Ja. Ampak je ne. Se tukaj vloga Mariko je ena ključnih v celi seriji, zato ker ona, tako kot si ti zdaj rekel, seveda je znotraj tega plemiškega konflikta, ima ona ful nekih skratka driveov, zakaj pa motivacij in to. Hkrati pa je ona ena najbolj motiviranih tudi v Anjinu pomaga, skratka je njegova prevajalka, je njegova uvajalka v to kulturo, po drugi strani imata pa ona dva osnovni konflikt, on kot Britanc, kot protestant je seveda proti Portugalcem in njihovi nadvladi na Kitajskem, njihovi monopolo, japonske, hvala, njihove monopolo na japonsko trgovino, kratka, valjda, ne, tukaj vse čas gre za cash, tudi mislim, da katoliški, ta japonski je prevzel katoliško vero in je pač eden od katoliških regentov, tudi jasno pove, mene briga vera in to, mene sem zanima mošniček. In ona dva imata ta konflikt, ne? Ker on bi rad seveda Portugalce skensil tukaj tudi, to zdaj jaz ne vem, koliko je to zgodovinsko resnično, ampak Portugalski in Španci ne bi skrivali Magellanov prelaz in oni niso točno... Prehod, ne prelaz, ja, ker je po vodi. Niso pač znali priti do Japonske in zdaj ta ladja prva prišla, zdaj so oni našli pot do Japonske in on bi seveda zdaj rad on spostavil trgovino in ne vem kaj in skuša tukaj umakniti primat Portugalcev, s katerim je Britanija in Nizozemska sta vojni, zaradi seveda katoliško. Mater, ta zgodovina je tok naporna. Skratka, tukaj ima, ampak znotraj tega je pa posod Mariko. Ona je posod vmes v vse te zgodbe, jaz mislim, da njen lik totalno povezuje in je ključen za vse. In zato je tudi logično, da ko ona umre, se v resnici zgodba malo zaključi. Ker, a veš, tudi čeprav smo mi spremljali Toranago in njegov boj, ni tisto, jaz mislim, da to ni osnova. Dejansko so tukaj njo naredili kot glavni lik. Tako. John Blackthorne je malo v zadnje postavljen in celo Toranaga na nek način, in je pač Mariko, okrog nje se zgodba. Tako. In pa hkrati Toranagi, res dobro premišljeno, hkrati to Toranagi pušča, da tako, kar si ti rekel, ker je ta njegova strategija dosti čakanja in tako, res mu več čas pušča, da je on v senci, da on čaka, da on tam spet kar, da ne veš, kva počne v resnici, ne? In se mi zdi, da to je pa res dobro premišljeno. In kar se tega tiče, to, kar je Igor rekel, struktura te štorije je tight, to je res noro, fajn narejeno. Ne? Res je fino narejeno, kako se vsi ti liki med sabo, kaj se tukaj dogaja in to spraviti v 10 delov, to mi je pa res uspelo, ker zgodba ni zapletena, ti res razumeš, kaj se tle dogaja, če tudi recimo meni kot tipičnemu zahodnjaku, so včasih ta imena, pa sem res rabo malo pogledati, o kom zdaj govorijo, kdo je zdaj to, ampak pol, ko itak pride tale, se pravi, Ishido na sceno, ko zdaj veš, ok, zdaj imamo pa enega zlobca proti Toranagi, zdaj pa razumemo, ker regenti ostali niso pomembni, gobavca, kaj je, on je bil še kar grozljiv, no, tako malo fantasy lik skorda, no. Ne, ampak gobavost je pač grozljiva stvar. Mislim, tako lik, ki ga Edward Norton igra v... Jaz si ne cepo. Lik, ki ga igra Edward Norton v onem Ridleyjevem filmu. Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven smo menili danes. Kralj Baldwin. Je nekaj takega. Dva Ridley Scott filma si da, let's go for a third one. In tam se dogaja v Jeruzalemu, zelo lepo. Ja, se strinjam, mislim, da je to dobra odločitev, boljša odločitev bila kot pa se mi zdi, da v originalni seriji, kjer je malo bolj zmiksano, no? Pa tudi ta jezikovnost je tle bila bolj prepustna, kot je bila tamle, kjer ni v 80-ih, kjer ni bilo niti podnapisov, ne? Tam je tudi perspektiva dosti bolj na Anjino, ne? Tu pa se mi zdi, da je bolj pomaknjeno vsaj na razmerje med njima dvema, ne? Pa na ta kulturnem prepadu, ki ga imata med sabo, ne? Pa politični spletki. Ne? In ker so pa lahko se mi zdi celi deli skoraj brez angleščine. Ne? Jaz bi tu še eno stvar izpostavil, ki je več meni padla v oči in sicer vzporednice za temelji. Omenimo temelje, knjigo, ki jo dobite na Mladinska knjiga Emki ali pa v vseh knjigarnah Mladinske knjige in je zdala Cankarjeva zložba v prevodu.
Enega. Ti si plačan za to? Ne, nikoli pa slišim. Povej, Igor, kaj se Ja, ne, mislim prav tole, imaš, da Portugalci širijo vero, ampak širijo vero zato, da bojo zaslužili s tem in to čist jasno tukaj povejo in ne samo tisti Japonec. Mislim, te frizure stanejo. Ampak tudi on kapitan ladje reče, meni je vseeno, zato ker vi delate, jaz sem tu zato, da bom zaslužil, zdaj je plima prava in veter je smonit. In to se mi zdi ful ključno, hkrati pa tudi Toronagov plan, da brez velikih žrtev zmaga, je v bistvu plan, ki ga ima Salvador Hardin, župan temeljev prvi, ki v bistvu reče, da nasilje je poslednje zatočišče nesposobnih. In se mi je zdelo tu zelo zanimivo in mislim, da čeprav to temelji na resničnih dogodkih, bi rekel, da je Caldwell definitivno tudi bral Asimova. Mislim, Kdo pa ga ni? Okay. No, in se mi je zdelo zelo zanimivo te vzporednice. Lahko menimo tudi Dune, absolutno. Dajmo, zakaj pa ne? Skratka, Dune. No, tu se mi je zdelo to religija kot način ekonomskih vzvod zelo v redu. Pričemer Asimov si je njegov lik zmisli religijo, zato ker Asimov je pač bil ateist. Za razliko od Caldwella, ki mislim, da... Clavela, Clavel. Caldwell, ok. Ja, ne vem. Meni se tukaj ravno, če se ne že na to, pa je v bistvu ta lep del, ti si prej rekel, zgodovina, ne? Ampak tisto, kar tudi mene za to privlači, vso to zgodovino in tako naprej, ne? Tukaj se vidi pač ta zgodba, ki jo govorimo, in jo lahko primerjamo tako z temelji Asimova, kot z Game of Thrones in tako naprej, ampak je pravzaprav zgodba resnične zgodovine. To se je zares zgodilo, tako da vidiš, da v bistvu vse te ostale zgodbe, ki so fikcija, ki so fantazija, temeljijo na naših izkušnjah realne zgodovine. In tukaj je ta del dejansko pač tak, ne, to 16. stoletje pač samurajskih bojev, ne pa polnega kaosa, potem naključen prihod Portugalcev, ki upelje, prinese streljno orožje na Japonsko, pač artilerijo dobijo, puške samuraji upeljejo, zdaj pa to spremeni način boja, in se ta prestavo, višjo prestavo v zadnjih desetletjih, v 40-ih pridejo, 1540 pridejo Portugalci, in to je torej 60 let predtem, ko se to dogaja, še manj, 50 let predtem, in zakaj so nekateri dajmijo že katoliki takrat? Ravno zato, ker so ugotovili, super, če smo katoliki, hitreje navežemo trgovske stike, potem za naročila pač naših pušk pa vsega tega. In seveda so potem po logiki, Cuius Regius, religijo, pač so se tam številni ljudje spreobračali potem v katolištvo. Tudi zato, ker pač potem, ko se začne ta konsolidacija in Oda Nobunaga začne, je eden njegovih antagonistov, so tudi močni budistični templi kot veliki politični centri. In on se tudi tukaj naslon na kristjane, ki gre v svoje pač, genocidne akcije proti budističnim menihom po japonski. In tako, sam pol, ko pa pač pride do tega, ko njegov naslednik, ta Taiko, že prevzame oblast in potem, ko pride do te zadnje spopadov, to, kar mi gledamo tukaj v Šogunu, da bo Ieyasu na koncu prevzel oblast, se pa pač potem počasi obrne, zdaj pa v bistvu kristjanov ne rabimo več. Puške smo nakupili, budisti smo pacificirali, in zdaj pa pač postaja krščanstvo problematična potencialna religija in tako naprej, in tukaj pol se pač počasi obrne. Še posebej, ker se ravno tukaj začne ta zgodba. Pridejo pa še Nizozemci, pa po slučaju še ta Anglež, William Adams, in se pokaže, da pač takrat po Evropi poteka vojna med Španci pa Nizozemci, pa Angleži, pa da je tam pač katoliki in protestanti, da so v vojni, in se to prenese na Japonsko in vidijo, in pol, 30 let kasneje je krščanstvo z ediktom prepovedano pod smrtno kaznijo. Okay. In to pol vidiš v filmu Silence, ker tam pridejo tam uradniki v vas, prinesejo podobce Jezusa, Marije, pa morajo vsi gor stopati, pa plunt gor, da izkažejo, da niso skriti kristjani. In dejansko ostane na Japonskem podzemna sekta skritih kristjanov od 19. stoletja, ker morajo pač inkognito ohraniti svojo. Tako da, to so pač ful zanimive zgodbe, ki so na tej realni zgodovini. Čeprav tukaj
Mene mogoče malo edino presenetilo, malo so pol, ne vem, zelo so nakazovali, da bo ti topovi, zdaj, ki jih je tale, skratka, Blackthorn prinesel s sabo, oziroma, ki jih imajo na njihovi ladji, ki so očitno ful bolj natančni, domnevam. Mislim, jaz sicer ne razumem, kako navigator upravlja tudi topove, ampak... Se tudi na ladji mora znati vsakdo topove usmerjati v sovražno ladjo. Čeprav se on neki, a ni on omenil da pač v niglih nek vojaški strateg pa neki... Samo se ima tisto, da zmeri kot pa vse te stvari ima, se basically gre za matematiko, ne? In to je nekaj, kar kot navigator mora obvladati. To se je absolutno strinjam s tabo, čeprav meni je, zdaj, če smo že pri tem, meni je pač njegov lik, pač tega Johna Blackthorna mi je bil pa res too much. Na začetku jaz sem tudi težko padel noter, ampak predvsem zaradi njega. Aha. Meni je še on pač na živce, na kurac totalno, iz preprostega razloga, ker ne vem, oni potujejo na Japonsko, on je očitno tudi edini, ki je znotraj posadke, res ima pač ta nek motiv tudi v nasprotju s posadko, on jih žene naprej, da iščejo Japonsko, kapitan se zaradi tega obupa, že vmes in se ustreli ali kaj že. Ampak skratka, oni ne vem, kako dolgo so potovali na Japonsko, mislim, da omeni skratka full dolg in ne vem kaj. In ko pridejo tja, je vse, kar on lahko ven potegne, vsa njegova strategija navezave prijateljskih stikov z to tujo državo je, hej, vi pravci barbari, kaj počnete in se dere na nje, dobro, zdaj ne vem, ali v angleščini, ali portugalščini, ker je to pač tam isto. Ampak skratka, manj mi je bilo to, ok, jaz te razumem, da hočeš prikazati, da to britanski rasizem, kjer tudi ameriški v končni fazi, ker si Američani in Britanci mislijo, da če boš počas v angleščini govoril, da bo ljudje bolj razumeli, ker ne razumejo nič angleško. Pač, yes, I am come here, I want to take all your land. Yes. Mislim, neumno se mi zdi, leto dni si imel priprav na to, nekaj boljšega bi se lahko on glasneje govori, kar bolj kaže to, kak italijanski turisti. Imaš prav, ja. Perché? Ok, zdaj pa res jadramo v autorasizem evropskem. Malo se mi je tukaj zdelo, da je mogoče res tega pretiravanja. No, on res na trenutke kar popizdi, pa nekaj, mislim, jasno mu je moglo biti, da je to čisto drugačna kultura. Da, ok, kulturni šok bo valjda doživel in vse to, ampak jaz mislim, da njegova strategija, če je on prišel tja... Jaz pa mislim, da je ni imel. Kot prvo, ti misliš, da pač šel je tja in pač poskusil bo? On mislim, da ni bil niti v nalogi poklican za to, da bo imel kakršnokoli strategijo, temveč je bil to kapetan, ki jih je pač pol v svojem klicu z pištolo opustil. On je po nekem slučaju bil z najvišjim činom v tisti kletki, potem ko so jih zajeli. Tudi to ni bil plan. Ne? Ja, no, to jaz mislim, da ima on plan, to, kar se potem na koncu samo pač mu se razodene ali kakorkoli na sred serije, da pač kot prvo skuša preživeti. To ga veže z Jabušigejem, se mi zdi. Potem, ko se že dost asimilira ali pa nekako prilagodi življenju, vidi, da ni več kompatibilen z svojo bivšo posadko, ki ga sam popivajo še tam na ujedu. Zato se to tam obrne, ker mislim, da ne skuži, da ne zmore. Ja, tam skuži, da je pač zdaj kulturna ta razlika tudi med njim in njegovo posadko. Absolutno. Mislim pa, da tam na koncu, v zadnjem delu, pred zadnjem delu, ko pač Mariku ga, mislim, on zgubi svoj ljubezen, rečemo temu tako, no. Čeprav to ne mislim, da je najbolj čisti odgovor na tole, ampak da pač skuša preživeti, hkrati to Ronagi govori, da pač jaz sem te želel izkoristiti, ne? Skuša narediti Sepoku v najbolj butasti, smešni, komični izpeljanki tega samomora, ne? Tako da njegova motivacija je tu vedno nekako zmedena. Jaz bi še najbolj osnovno rekel, da on sam skuša preživeti. Ta njegov overacting mi je pa, ne vem za koliko karakterno, logično, kot je pač konceptualno mi ok, zato ker pač je dober kontrapost oziroma kontrast z Japonci. Jaz on to govori cel cel the Japans, kao, veš, tako zelo... Meni se je res delo, da mislim za nekoga, ki ve, mislim vseeno si predstavlja, kaj si želi od njih in da si želi navezati neke mednarodne stike, kakorkoli že. To je bullshit. Jaz mislim, da to dejanski bullshit. Ne? On mogoče res konflikt pripelje z Portugalci. Ja? Da pač kao to njegov osnovni konflikt. Pol pa se mi zdi, da se pač to prevesi v kao, ja, da želi mogoče tle ostati, mogoče ne. Tudi zadnja scena, kjer on sanja o tem, da je pač, kjer je bil nazaj v Angliji. Samo to, ne vem, tak neki dream. Tisti je čudno.
Ker za 2 sceni nič ne naredijo z tistega. No. Razen da veš, da je on prišel nazaj, očitno. Pa ni prišel nazaj. Ne, ni. Tudi lik Adamsa, ne, oziroma... Adams se ni vrnil nazaj na Anglijo. Ampak očitno on se, mislim... On je tam dejansko dobil svoj mehen feuda, ki je imel... in je pol tam ostal. No, so meče bil kvazi samuraj tam. Jaz mislim, da to se gre bolj za neko kao... tematsko poanto tlele v seriji, noter, da niti se ne gre toliko za kao, a je dejansko prišel ali ne, kot pa pač nek kontrast, ker on gleda mogoče neko morebitno prihodnost, kjer njegovi otroci pod vnuki whatever govorijo, a si to dobil od Barbara. Zakaj je ta prihodnost v sanjah, fantazijska? Zato, ker on tam leži str na posli in drži tisti Mariko, ki ga je vrgel v jezero. Točno to, Imaš prav. Fakt, to pa sem spregledal. Se vidi, da sem on ga je vrgel v jezero, ne? Točno se vidi, da tam pa Maja. Dobro, mogoče je bolj šel po njega. Stavil ga je kasneje. Dobro je pa skakal vodo, jaz moram priznati, da to me je pa navdušilo tudi mene. Ni zgradil samo ladje, še ene ali dveh, še podmornico je naredil. No, skratka, ampak meni je šel pač njegov lik mal na živce. Meni je tudi igra, ne? Edini, ki ni znal igrati celi zasedbi. Pa meni ni bil tak slab, no. Ni bil zdaj, ne vem, kakšen material. Dobro se tudi Richard Chamberlain ni zakrembela krem. Pazi, kaj se govoriš. Originalni Jason Bourne. Lepo prosim. Oziroma Indiana Jones, kaj, Quatermain. Originalni John Blackthorne. Mislim, tip je legenda, prosim. Ok, se popravi. Originalni Hot Priest. Bom ko končamo naredil sepoko. Skratka, no, to me, priznam, da me to malo motilo, plus to, da večkrat, ne vem, on reši Toranago tam reši. Pač laufa za njim, ko je potres in pač tam reče, tu je pokopan in pol ga izkoplje ven in pol ga on gleda, kada mu je zdaj rešil življenje. Po hrbtu ga udari. Ok, imaš prav, po hrbtu ga udari, da izkašla, pa pol mu dal svoje meče, ki si tako brezvezni. Halo, itak jih ne znal uporabljati, kaj bo z njimi, valjda, da mu jih je dal. Mislim, ne vem. Če ga pa nasmeji, ne? To se bo zdelo, best stand-up ever. Tako da to mi je šlo, pa ti akcijski, pač pri manj se mi je zdelo prevečkrat, da niso vedeli, kaj bi z Anđinom počeli in on reši neko situacijo z nekim norim presekom ali pa neki ne vem kaj, čeprav se mi zdi, da seveda Toranaga spet ga ima ravno zaradi tega, ne? On ga ima kot tist the wild card, pa ga ima zraven, ker noben ne ve, zakaj ga ima zraven, noben ne ve, kva tam počnem, vsi tako kar dal neko čas, kdo si ti, kva hočeš. Samo pomagali za to, da Jabušigajo malo na prste stopi, kao, njega je naredil Hatamoto, pa kuj kurac pizda, kaj pa jaz sem ga dobo tlele, to je moja ladja, odjebe. Absolutno si je Jabušiga bolj zaslužil. Mislim, tako da nisem pa vedel, da Britanci tako pripravljajo fazane, to pa moram priznati, da je presenetilo tista scena z... Je to tudi v originalu, zdaj ne vem, v romanu je najbrž... Pa ne spomnim te scene sploh. Mislim, v 80s seriji je tudi ta scena noter, kjer tudi, samo tam se v bistvu... Zato, ker hoče pokazati najbolj absurdnost potem smrti tistega vrtnarja. Mislim, da tudi ta scena pokaže nekako, imaš tle enega barbara, ki dela z hrano na zelo drugačen način kot pač Japonci, pa potem, da se v bistvu javi ta vrtnar, jaz bom prevzel nase to grozno zadevo in rešil celo vas, predtem to je v 80-ih seriji tudi na ta način, kao, da Mariko reče tamle potem, pač javo se je, lej, spoštuj to, on se je za to odločil, tle pa nekako celo pokazano, da je itak bon. Itak je bil že bon, tako je. In to mu je bilo pač čas, da je boljš tako umreti. Posli, kar se spet strinjam. Jaz sem na tej ravni, jaz absolutno se strinjam. Boljš, ko umreti posli, da te ubije zaradi fazana, ki si ga vrgo stran. Sure. Gnilega fazana, polnega muh in to žrejo. Ne vem, zgodovinsko. Barbari. Jaz sem prebral dejansko v reviji Esquire oziroma njihovi spletni strani, bilo celo o tem. In obesiš ga, dovolj mrzlo mora biti in potem ne bo zasmrdel. In če bi zasmrdel, potem moraš ga pač črevesje pa vse ven dati. Ampak par dni pustiš za to, da se zmehča in potem ga lažje pripraviti. Se zmehča. Ampak moraš ga na mrzlem pustiti in on je pač... Britaniji, valjda, ne? Se le, mogoče je pa to, kaj je Luka prej rekel, video je moder filter, prej rekel, we good. Skratka, on, ko je začelo smrdeti, bi moral vedeti,
da je to treba zrihtati, Ja. ampak najverjetneje ni imel dovolj izkušenj in pa- bi se tako dalo to Pa, razumeti. itak je to njegova žena pripravljala do takrat, da ima si priznati. No. Mislim, tista žena, ki jo pol kar pozab malo. No. Ja, to je tako zelo pripravljeno. Da... Je pa pisal pisma. A je. Ja, tudi, mislim, Adams. mi imamo od Williama Adamsa pisma. Aha, pravi, originalni, ki ja. jaz mislim, da tle v seriji pa ni bilo, a je pisal Ne. kaj. A ja, ni bilo, pa sem pa to Mes- izpotegnil ja, iz tega. Ja, meni pa se pravi zdi, da ni William on Adams je nič pisal pisal. pisma Aha, svoji domov ženi. Ja, Mhm. ja. Aha, je pisal, draga žena. Ampak se pač ni vrnil. Ne? Dober seks je bil včeraj. Povej mi recept, Ja. A si vedela, da tle Kako že obstaja- ti snardil? Ja. Pa si vedela, tle čez en obstajajo- teden imam čajanko, a lahko prosim. Tle obstajajo ene konkubine, se imenujejo in znajo ene stvari, ki ti jih bom razložil, ko pridem domov. Kar se pa tiče enih scen, ne vem, če mi je pa bila ta scena v tem, kako že The World of the Willows, ali kakor že, ne vem. The Wheel World, ja. Ja, vse je full romantizirano, pa tako Eufemizem naprej. za pač bordele. Ja, Tako. itak. Ampak kako je bilo pa to posneto, ne? V bistvu ta spolna napetost, ki je bila tle brez golote, ne? Potem nekako uvedena noter z montažo, pa z kamerom, je bilo pa beautiful. Ja, To pa bila res napeto seveda med Mariko in Ja, Antinom. seveda, ja, ne, seveda, ja. Ne uno Ja. prostitutko, ker mu ona prevaja in je tako zelo čutno mu prevaja. Moram priznati. To pa je tolmačka. Kako se je uživela noter v tistem. In je Igor zdaj pogledal, zakaj nisi mogel ti tako pisati? Ja. Ja. Ne, si, kako pa se vam je, mislim, ta le scena, ki potem ona, madam, se zmeni, da bi oni zdaj imeli ceh in vse to, koliko je tukaj zgodovinsko. Ja, gledano? to je, mislim, ne da se je ta madam tam najbrž za to Ja. nago zmenila, ampak ja, to je pa spet čist realno zgodovinsko potem, ko on postane šogun in začne Edo mesto, pač raste, on tam grad obnovi in to vrata res veliko mesto in seveda se v bordeli po tem mestu nastanejo, potem začnejo par tipov pride, oziroma predvsem enega imamo zgodovinsko izpričanega, ki naslovi na oblasti peticijo, da naj se ustanovi nadzorovana licenčna cona četrt, ki jo imenujejo Jošivara tam. In on pač to utemelji, on je pač lastnik bordela in bi rad imel nadzor nad tem stvarmi, ampak on to utemelji, če so bordeli tako, je to slabo za javno moralo, to je vse razpuščeno, nimamo nadzora. Bolezni. Ja, pa ljudje so noter po več dni, pa zanemarjajo svoje dolžnosti, pa ne moramo jih nadzorovati. Pa tukaj bo pa omejen na 24 ur, pa ne, veš, vam pa noč se ve, kdo pride, vse bo pač kontrolirano, bomo imeli zapiske, kdo je prišel, vse bo. Tak si želi zapisati. In progresivno, je šogunat, jaz tako pač ne, in pa njegov naslednik, njegov sin, ki v resnici ni umrl, ki postane drugi šogun, vzpostavijo že tako leta 1617 to del mesta namenijo temu, rečejo, klej lahko imate, pa res enih 40 let kasneje, mislim, da v 50 letih pride pa do enega ogromnega požara v Edu, cel Edo praktično zgori. Takrat pa pol tudi naredijo pač malo nov urbanistični načrt in preselijo to Jošivaro mečkam na severu, se pravi pač par kilometrov stran iz mesta. Ampak ja, in potem ostane to do 19. stoletja s koncesijo, nadzorovan, licenčen, ograjen z jarkom in ograjo, malo mesto bordelov. No? Pač, Jošivara se imenuje. Pa so tudi ženske lahko imele bordele, tako kot je tu, ali to še potem? Ja, zdaj te madam so pa neke funkcije. Seveda, tukaj to postane potem v Edu, seveda fully romantizirano v vseh teh slikarskih in literarnih upodobitvah in kurtizane in sploh in tam glavne kurtizane, ki si jih slišiš. Pač realnost življenja je bila seveda precej mizerna za te ženske. To so bile dostakrat punce, ki so jih nabirali iz revnih družin, kot pač, lejte, vi ne morete preživeti, pa boljš kot infanticid ali pa kaj drugega, da to ščerko sem, mi vam plačamo, ona bo pa odslužila to nazaj. In so bile to v bistvu te, kako se reče temu, pač zato zaradi služenstva. No ja, ampak zaradi dolgov, plačljivo in tam ne bi to delali. Tako da ja, jasno, da to ni bilo neko romantično življenje z vidika teh žensk, bilo pa pač za marsikašnega moškega obiskovalca, ki je fantaziral te Jošivari in tako naprej. Mislim, to so bili te skauti, so bili, ko bereš o tem, so prav gledali, zdaj tam nekje na Japonskem je bil potres ali pa nekaj lakota, tam je zdaj kriza, lakota, vse živo, gremo tja, tam bomo rekrutirali punce. Ja, prav plenilsko. In so jih pol vozili v te bordele. Čeprav tukaj v seriji je pa ena, mislim, da seveda bolj zabavna podrobnost z temle bordelom, ker ga seveda
Toranaga ga postavi tam, kjer je unim dal cerkev, zraven posesti, čist zraven, pač to je spet bordel. pač scenaristični moment, super, ampak realnost je pa točno ta, da je rekel, klele del mesta, klele Močverje, spodnji del mesta, tam, kjer so samurajski, če klele imate, vam dam, tako. In pola, veš, ko so te kurtizane, so dobile prestižen status noter, in jasno, da je kakšna, ki je potem že oddelala svoje, se upokojila, lahko imela ta status, pa zdaj pa ona madama, kako se temu reče. Tako da to je gotovo bilo. Sam spet druga realnost tega je pa to, da so številne v 20-ih zaradi sifilisov in drugih stvari umrle, da pač ni. STDs so bili pač problem teh. Seveda, še posebej, ker so samuraji, posod se vlačijo, mornarji, pa to mora biti, Jezus. Not so much Jesus as Mislim, Jesus je imel zraven cerkev. Jesus je bil Jesus je sosed. Dokler niso prepovedali potem krščanstvo. Ampak ful mi je všeč to, da res ta podcast res pokriva vse. Zdaj smo imeli še malo zgodovine prostitucije na Japonskem. Absolutno love it. Če kdo hoče kaj povedati o seriji, še imamo kaj za dodati, še kakšna podrobnost, kaj takega? Okay. Jabušiga forever. Ne, jaz moram reči, meni je pač igralec Tadanobu Asano ful všeč. In tudi tukaj noter mi res deluje in ful mi je všeč, ker je taki sneaky bastard. Pač res... Jaz tudi mislim, da ima super konc. Ja. Tanko ta zadnja scena, kjer v bistvu res prosi Toranago, da povej mi tvoje skrivno srce. A si želel biti od samega začetka ali ne, ali vse to splan ali ne. In ko mu on pove, a ne vidiš prihodnosti, sam predstavlja si vse čisto jasno narisano, ta neka fora in pol naredi sepoko in tisti zadnji trenutek, milisekunde, ko se Jabušigo obrne k njemu in se ne smeji, pa mu se Toranaga nazaj smeji, we good, pa mu odseka glavo. Tako se mi zdi super. Ja, pa tudi on je, mislim, da si je pol zaradi krivde ob smrti Mariko, ker pač on je mislil, da je boj samo ujel, ni hotel, da umre. Tudi si je malo, mislim, želel smrti, je pač tudi videl, da je pač krivda je bila toliko velika in ne smel pozabiti. Kaj tiste ninja spustil noter. Ki so bili hudi. Ne smel pa pozabiti tudi tega, da seveda Jabušiga je napisal dosti boljši haiku kot Mariko. Sure, ok. Pokopljite me, kaži kot psa, ne kot psa, pustite me na polju, da me psi, kak lačnega psa nahranijo. Česar pa niso upoštevali, ker tam glava pade v morje. Bojo pa ribe, ribe, psi, ni razlika. Ampak na koncu umre v morju. Ta njegov haiku. Kako se ribe, psi. Absolutno, moj haiku smrtni bo tudi, ko puste me psom, mačkam, ribam. Byron forever. Tist na koncu je bil gol. Star Trek kotiček, Mito, a si kaj razmislil o tem, kje se Shogun kaj povezuje s Star Trekom? Ja, mogoče najbolj še v prevajanju, če to serijo jemljem kot neko serijo o prevajanju, o prevodu v kulturnem stiku, bi izpostavil ta del 3. sezone Darmok. Ta je tisti najbolj klasičen TNG-ovski del o tem, kako se v bistvu kot ta tehnologija prevajanja Star Trekovska ZTI in se potem moraš pogovarjati z nekim popolnim tujcem, kako najti nek stik. Tako pa še poezija je zraven, to se mi zdi, oni so zelo poetični. No, plus pač jaz bi rekel, da je Klingonci načeloma temeljijo na Mongolih, ampak tudi malo na tej romantizirani verziji samurajev. Ja, bolj, mislim, originalno je Roddenberry, pa kasneje so rekli kao japonski gusari, to je najbolj tak neki osnovni. Japonski gusari, je valjda, Veš, kaj tudi tisti meči so malo podobni temu, kar ima Japonci eno. Pa veš ta čas Bushido, veš to neke te jajce, pač. Lej, mislim, ta v 80-ih je mogoče malo boljše speljano, kot pa ta 60s Black Face, ruski teror, verzija Klingoncev, ampak ok. Kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo Luka? Oziroma, veš kaj, izpostavil zraven, sporedno z Star Trek kotičkom, dajte še enkrat, če kdor še ni pogledal Blue-Eyed Samurai, Netflixova serija, animirana, ki je v bistvu tako zelo akcijsko naphana, kjer se grejo žensko preoblečenega v samuraja, in je neka zgodba o tem, kjer se tudi dotikajo malo stika bad guya, ki je belec, igra ga, mislim, uglasi ga Kenneth Branagh celo. To pa drug. Ja.
Pa tudi malo teh bordelov. Vse ene par teh zadev, ki jih je tudi Luko omenil, ne, tudi sicer zelo akcijsko, pa malo karikirano dotikajo noter, ampak je pa čisto lušta, fajn, animirana serija, tako da zelo priporočam. Super, bomo dali link za Blue Eyed Samurai v zapiske. Zdaj pa kaj gledamo, beremo špilom, poslušamo. Luka si v zadnjem cajtu, kaj gledal, bral špilov, poslušaj, kar te je res navdušilo in bi priporočil. Jaz se v glavnem z japonsko zgodovino ukvarjam, tako da nisem poslušal, bral zelo, ampak bi pa mogoče samo na to se navezal. Zdaj, on je ravno omenil Blue Eyed Samurai, pa sem gledal to serijo. Tako da tukaj bi tudi jaz jo čisto priporočil z tega vidika, da dejansko je spet umeščena v to, dogaja se glih, pa če ni 50 let kasneje, ker namreč tam na koncu se zgodi, to so se spet na to zgodovino, glih prej sem jo omenil, navezali na ta veliki požar v Edu, 1657, mislim, da 57, in je to tam noter, kot kao. Je pa še toliko bolj izmišljena, da sem jo v bistvu z nekega vidika v bistvu lažji dojemal kot fikcijo. Pač to je pa res. Tam Blue Eyed Samurai, tam ta odnos, kako to so takrat dojemali njo, zato ker pač ima plave oči, ker je njen oče pač Evropejc, da so jo dojemali kot nek freak, kot neke koncepti rasizma, ki takrat niso obstajali na tak način na Japonskem. Noben belca takrat dojemal kot freaka, pa nekaj tazga. Skratka, tisti je res neka taka fantazija, ki pa je umeščena v ta 17. stoletje Japonske. In je dobro animirana, je zanimiva zgodba. Tako da, Pa ne vem, kar sem še gledal, mogoče to pa ni glih sveže, ampak če že ne bi omenil, kaj meni bilo ljubo, čeprav je zdaj to že skoraj 2 leta od tega, ampak moram reči pa spet, se nanaša malo na to, odkot se črpa ideje iz samurajev ven in tako naprej, vedno se vračam na Star Wars, Andor. Mislim pač, ker vse to, kar je Disney ven sproduciral zdaj, in gre iz slabega na slabše in zdaj čakamo Acolyte in me že zelo skrbi vse skupaj, ampak Andor je pa kvaliteta. Andor je super. Andor je pa kvaliteta, tako da to bi moral reči, to je bila meni zadnja pač taka res huda serija. No super, Andor je, čakaj, 2. sezona letos že. Ne, jesen še, ne bo letos. Mislim, da ne. Strajk je bil vmes. Ja, mislim, da so še lepo po štrajku začeli snemati. Oziroma, čakaj, posneli so, samo zdaj ne vem, posneta je že. Ja, meni se tudi ker sem upal, da sem nekje preval, da bo pač tam nekje pol konc poletja že ven, ali ne bo. Mogoče, začetek koncerta pa mogoče. Ne, ker zdaj je Acolyte, pol je še ta druga, Skeleton Crew, Tista pa naslednje leto, mislim, da še ne. Ja, pa House of Dragon tudi prije 2. sezona. To pa je še ne gremo to zavračati. Junija je Boys, pa tale pa še ena zadeva. Ja, je kar nekaj takih stvari. Mogoče, Luka, edino še, kaj pa kakšna, ne vem, knjiga o japonski, ne vem, zgodovini, ki te navduši, kakšen film, ki bi ga mogoče priporočil, ki bi bilo, da se človek mogoče tudi res malo pouči še o japonski zgodovini ali kaj takega. Je bilo prej omenjen na začetku ta Sogare Sebe ali Twilight Samurai. Zelo zanimiv film, zato ker, to ni novo, to je že kar ampak zelo zanimiv film, zato ker spet film, ki je umeščen v to obdobje, Edo sam mogoče pa še 150 let kasneje, po mojem že zgodno 19. stoletje, ampak mnogo bolj realno pokaže kot neki te 47 Ronin in tako naprej, pokaže življenje samurajev potem poznega 18. 19. stoletja. Super. Pač kot nekega birokrata, ki tam skrbi za svojo družino in tako naprej v tem mirnem tokugavskem obdobju. Zelo fin film, je ta Twilight Samurai. Knjiga, moral bi razmisliti. Če se spomniš, dokler končamo. Super, ampak super. Hvala ti, Luka. Igor, kaj si ti prebral, pogledal, poslušal? Torej, končno sem se lotil Expanse knjig in sem prišel naprej od serije. Torej, Babylon's Ashes pa Persepolis Rising. Zdaj že berem Tiamat's Wrath. Zadnja, ne? Ne, predzadnja. Ja, še ena je. Pol je še Leviathan nekaj dela. Kakorkoli, ful je zanimivo. Torej, 6. knjiga se zaključi tam, kjer se serija zaključila, basically, in potem je nadaljevanje 30 let kasneje. In so vsi zdaj malo ostareli in tisti lakonici, to so oni marsovci, ki so šli posebej, so tam nadgradili svoje orožje in vzpostavili, pač imajo idejo, kaj hočejo s temi narediti. In pridajo nazaj in zavladajo, basically.
in Rocinante in Cruz so ujeti vmes in zelo dobro pelje naprej. No? Super. Imaš še več enih djun nastavkov, to mi je bilo zabavno. Treba djun še. Premalo smo na plugin, ne? Je nekaj dejansko tega pol v seriji niso uporabili, ampak Holden prav predlaga, da se imenuje Space Guild, tisti, ki skrbijo za vrata pol in transport med njimi. In potem imaš še tudi nastavka na God Emperor of Dune. Absolutno ti verjamem. Kaj si še pogledal? Gledal sem Abigail, ki je bil kar fan. Ja, se kar narežiš. Gledal sem Late Night with the Devil, ki je bil dost manj fan. Tudi meni je. Sam manj narežiš. Ja. Ne vem, tam ko pol pokaže. Joša sam Blackthorn naredi, da se ne smeji, a veš. To je res, ja. Na koncu, ko pač pokaže konkretno bolj se, tako meni je bilo preveč vsega, no, tako pa tista neka električna, ona postane ne vem kva, je tisti current, ki čez njo gre, kaj je tisto? Ne, glej, vse skupaj ni imelo nekaj smisla, pa cel cel namiguje na neki kult, ki je zadaj, pol nič ne zveš prav o tem, pa hipnoza, pa da je kar mečimo čim več konceptov, not pa pol se zgodi nekaj, pa se luči ugasnejo, pa ja. Dober opis filma. Glavni igralec pa res dobro igra, no, to pa je David, Dalmakian, ja. Znaš izgovoriti, bravo, kudos. Zdi se mi, I guess. Pogledal sem Avatarja, ker... Taki serijo zdaj. Ne, serijo sem že zdavnaj pogledal, zdaj sem pogledal film še enkrat, Avatar. Prvega Avatarja. Prvega s hčerko. In je v redu. Dober film, priporočam. Nikad šlo. Dances with Wolves je boljši. Gledal sem serijo Mr. and Mrs. Smith, ki je na Amazonu, ki nima nobene veze z onim filmom. Basically je tukaj obstaja organizacija, ki ima te Smithe raznorazne in rekrutira ljudi, ki veta oba, da sta Assassina skupaj delata. In je to njuna krinka in živita full fancy New Yorku in hodita ni naokrog. konflikta med njima. Mislim, nastaja konflikt med njima. No, ker sta poročena, valjda. Ker sta poročena in zato, ker je ona boljša v stvareh, pa on postane ljubosumen. V glavnem ful je enih, greta potem na counseling. Ful je zanimivo na en kup stvari, ampak je tonalno malo weird. Je pa Donald Glover je res cool. Dobro to izvede. Pogledal sem Challengers, ki mi je najboljših filmov letos, mislim, in se navezuje tudi na današnjo temo, ker je basically o tenisu. V nekaterih pogledih live action anime, kot je to Luka Marčetič. Tako on je napisal, ja. In basically imaš to slow motion, žogica leti. Ja, vse je not. Mislim, basically se vidi, da je režiser zna delati art filme in pol je pomislil, kaj pa če uporabim art film pristop za to, da naredim tenis zanimiv in vse možne trike uporabim. Bom da naredil, ker tenis je dolgočasen. In poleg, da preko musko od Reznorja in Atikusa Rosa, ki šopa na polno in res, en bolj tak, za v kinu pogledati nujno, res tak. Super, no, zdaj se me, ker do zdaj še nisem slišal prepričljive recenze, zakaj bi to gledal, ker mi pač Zendaya ni tako blizu. Pa Zendaya se izgovori. Zendaya, moj bog. Again, imam 10-letno hčerko. Ja, okay. Pa tudi sketch v SNL-u me ni prepričal, da bi to šel gledati. Ne, vizualno, zvočno, res hud film, pa štorija tudi tajt. In en nov podcast sem začel poslušati, ki pa vseeno, za razliko od nekaterih, še vedno menim, da je to moj najljubši podcast. In je Dead Space Deep Cover in je postavljen svet videoigre Dead Space. In so ga naredili EA, torej založnik igre, in Bloody Disgusting, torej tisti horror portal. In je radijska igra, ki pač je eni novinarki, ki gre v tisto unitaristično cerkev preiskovati in tam se dogaja, pač oni delajo te poskuse, ki pol pridejo in to. Zaenkrat je prvi del in je kar pač te not odpelje, ampak bomo videli, kam pelje.
Okay. Okay. Hvala, Ja. Igor, za to poročilo. Mito, a si ti kaj uspel pogledati? Šoguna? Priporočam Scavenger's Reign. Super. To je serija, ki je na voljo, žal pri nas zgolj v karibskih vodah, ampak v Ameriki pa je bila zaključena na HBO Maxu že oktobra in sem čakal, zdaj sem rekel, ne bom več čakal. Da... Mogoče vseeno pride 21. maja, ko bomo dobili To je za me HBO. zdaj ne prepozno. Ampak, Max, ampak bomo poročali, če je to je legalno. miniserija 12 delov po 25 minut, science fiction, zgodba o 3 preživelih skupinah na enem planetu, Vespa Minor, in kar je ena izmed glavnih prodajnih točk tele serije je, da je ta animiran svet popolnoma tuj, alienovski. Res izjemen dizajn, zvočen koncept, pa zaplet zgodbe, ki te ful noter potegne pa posrka. Ne rabiš ogromno teksta, mislim zelo je zadržan, minimalističen, ima eno takšno skate-punk estetiko. In za nekoga, naprimer, ki je prebral naprimer, Annihilation oziroma Izničenje, ful priporočam, Še tretja knjiga, ki smo danes omenili, dotičnega prevajalca. Tega ja? smo danes že. Res, jaz nomenil. Ful priporočam, ker je v bistvu zelo nekaj, kjer sem se prepoznal, videl. Tako da to. Annihilation ali? Ja razumem, kaj sem zdaj rekel. Nisem se jaz prepoznal sem knjigo v dizajnu. Okay. Ampak drugače pa lahko tebe pa prepoznamo na razstavi. Kjerim? Ne vem, zdaj sem videl, da imaš eno Nimam še. napovedano vlogo. Napovedano? Ja, celo napoved. Mito ne rabi ljudi. Ne hodi na njegove razstave. Oprosti, jaz ne rajem reklame. Mislim, sploh, ker je vloki. Okay, zdaj pa fuck off. Še jaz povem svoje, tako da in bomo zaključili. Jaz sem pogledal vmes Ghostbusters, zdaj, ki je nov prišel ven. Bom rekel, da sem imel prvi pa drugi film v bolj nekem boljšem spominu in zdaj, ko sem to ponovno gledal, ali se stvari niso tako dobro postarali, ali pa nikoli niso bile tako dobre. Skratka, noben od prvih 2 filmov, jaz mislim, da bom pač to pogledal in da bom tako malo nostalgije in da mi bo prvi film blazno še, ampak mi ni noben. Bill Murray se mi zdi, da čist fajn odigra in je edino nekaj smiselnega, ampak tudi tako v drugem delu pa ta njegov zaplet s to žensko, to je tako mal cringe, zelo na ravni, ko greš na date k njej domov in imaš iz nekega razloga s sabo uspavala in z injekcijo, je to malo tako, kaj si ti pravzaprav nameraval. Ampak recimo, me pa presenetilo, ker je full kritike novih, recimo reboota, pa se meni nista zdela ta filma toliko slaba, čeprav je problem vseh filmov, da je bazično ista zgodba. Vedno je neki, se bo nek portal odprl za nek demona in mora obsesti nekega človeka, da to naredi namesto njega. To je pa res zdaj v vseh 4 filmih. Uno ženskami, tisti je pa z vso svojo woke filozofijo, ki jo skušam tle noter, absolutno grozljivo, tisti je res nepotreben film, kva so tam mislili, improvizirane kvazi šale, pa z, kaj je že to moje najljubše, Kate McKinnon, ampak res, mislim, zakaj je ona šla iz SNL-a, ker zunaj tega nima karijere, no? Ne, zato ne vem, ampak moj odgovor... Kako da ne? Ne, veš kaj, po moja fora, originalni Ghostbusters po moje tudi imel isti nastavek kot pa ta reboot, ker je nekako podaljšan, povečan SNL sketch. Liki, ki so jih v bistvu Murray, Dan Aykroyd, Spengler, niso bili noter, ampak pa meni originalna filma sta bolj ali manj SNL zasnova, če trezno pogledaš. Ker tudi struktura filma ni najbolj premišljena, kakorkoli. In po mojem tle bil isti pristop. Veš, kaj smo naredili v 80-ih? Dajmo to še enkrat za temi SNL aktorji, samo da pač se je zjalovilo. Mogoče imaš prav, ja. Je pa res, da v zadnjem filmu, recimo, kaj zdaj se pravi Frozen Empire, je pa toliko likov že, da je to film. Pa je zakaj ta film? Ker meni je bil na isti ravni skoraj kot prejšnji. Če ne celo malo boljši, je pa pač problem, ker je preveč likov. In neke stranske zgodbe so, ki nimajo nobenega smisla, iz Stranger Things kar neki počne, ker ne vejo, kaj bi z njim in mu neki morajo dati zadelati. Je pa pač ta glavna junakinja, pač ta punčka, pač pa je pa super, ta njena štorija s tem duhom, ki ga sreča, se mi zdi, da fajn vnese neko napetost in premišljenost, končno celo razmišljamo o tem, zakaj mi lovimo te duhove, a so vsi kar duhovi zdaj grozni in slabi in negativni, ali je mogoče to malo tudi sivo, no? Tako,
To se mi je zdelo pa čisto ok. No. Ni pa zdaj to film, to je zelo pač tako družinski film za pogledati. Pač, da se malo streljajo, malo oni pošastke hodijo okrog. To kar naredi dark spin potem na kao originale, kao, kaj pa če smo ful dobrih duhcev. Prokleti postmodernistični dvom. Pogledal sem miniserijo Shard Lake, ki jo imate na Disney+, gre za zgodovinsko serijo, v katerem odkrivajo nek umor v enem samostanu. Gledal sem tudi zaradi tega, ker se dogaja, ker je not Thomas Cromwell, junak, skratka, romanov Hilary Mantel. Tako, in noter skratka igra ga, kaj je že ta Boromir, Sean Bean, ja, ga igra, tukaj ne umre, ampak vemo, da bo umrl, no? Po knjigah in zgodovini pač vemo, da bo umrl kmalu. Ja? Has been. Umrl bo nasilne smrti, to sem mislil. Ja, vem, da vsi umremo. Hvala Igor, da si mi to pojasnil. V morju enice. Ja, in pač on hoče zapreti neke samostane in išče izgovor in tja je poslal neko odpravo, ki so jo potem pobili in zdaj pošle nekega grbavca, šepavca, ne vem kaj, ki gre tja raziskovati in je malo tako ime rože. No. Ni zdaj najboljše, ampak tako, če imate 4 urice, ki mislim, da so 4 deli, pač za stran vrštek stran za 100. In pa prejšnjo nedeljo, 28. aprila, sem bil na živi epizodi podcasta Mesto zločina v Zagrebu. Bilo je super, Tija in Filip sta v živo še bolj šarmantna, super sta in mislim, da je super, ima tudi uspelo. Šel sem gledati tudi zaradi tega, zato ker oni za razliko od nas ne snemata svojih epizod, ki jih imate v živo in jih kasneje ne predvajata in ne ponavljata za publiko. Skratka, vse, kar imate v živo, je samo enkrat in to je to. In to je seveda segway v to, da vas povabim. 25. maja pridite na mej nevidnega konvencijo, zdaj se ne spomnim točno, smo 12:30, nekaj takega. 11:30? Možno. Skratka, tam nekje pogledajte program, z Veroniko Šoster govorimo o knjigi Izničenje, in pa smo jo zdaj že omenili tretjič in zadnjič. In seveda tudi v filmu. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 188. epizoda, -11, odštevamo do 200. epizode. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serijo, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Luka Kukavica Culiberg, Igor Naskorbutani Harp, Mito Blatni dol Gegic in Aljoša v morju z mečem Harlamov. Tole epizodo smo posneli v Kinu Bežigrad, kinu, ki je vedno v centru dogajanja, kino za žanrske in obče filmske sladokusce, kjer lahko poleg duše nahranite še telo in kamor se lahko v naslednjih dneh znova pripeljete tudi z avtomobilom. Ne v Bežigrad, da se prav razumemo, ampak preverite njihovo spletno stran, kje bodo zdaj v naslednjih dneh, vreme spet se bo, upam, da malo izboljšalo. Skratka, lahko boste spet se zapeljali v drive-in kino in jih pejte pač kaj pogledati. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatus z odličnimi raznovrstnim izborom podcastov in če se ob tej epizodi niste niti malo zabavali ali se vam ni zdela nič posebnega, ste nas užalili in zahtevamo sepuku. Ni druge. In če ste aprila zbirali šparove točke, lahko to pravite z odličnimi izvirnimi japonskimi noži. Ne. Opozorilo legalne narave, Špar te objave ni sponzoriral in se od nje distancira. Za točke lahko pri njih nabavite tudi odlične ponve. Podcast Obod, nimamo popustov, kartice, ne zbirate točk, zberite pa pogum in naredite, kar smo vam naročili. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast K-jem, Obod brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktriju, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, vaše kaligrafske izdelke, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 188. epizoda, dragi obodževalci in obodževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti 21. maja, to je zelo hitro, in predvidevam bomo govorili o Amazonovi seriji Fallout. Pripravite se, poglejte jo in se torej poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. In Luka, hvala tebi za vso zgodovinsko japonološko znanje. Ja, z veseljem. Okay. Se vidimo še kdaj, mogoče ne nujno v kakšni japonski seriji, ampak glej, mogoče pa.
Star Warsih mogoče. Ekolite. Ekolite.